Hvala. Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Danes je z mano Edoardo Fontana, ki je opravil raziskavo o ruskem napadu. Že v preteklosti smo se ukvarjali z dogajanjem, recimo z ukrajinskimi stopnjami prestrezanja, kar zadeva državo, pa tudi posebej Kijev. In že iz naslovnice, kot dobro veste, je ta zgodba povzročila ogromno memov. Neverjetno, jaz sem jo posvetil dosjejem X, na X kroži res vse mogoče, ker je to, kar se dogaja, vsekakor zanimiv dejavnik. Poskušal bom narediti kratek povzetek zadnjih 4-5 let. Vsi poznate rdeče črte. Ukrajinci so imeli zahodno orožje, ki je lahko udarilo globoko, jih v Rusiji niso smeli uporabljati. Čeprav so bile potem precej omejene, Storm Shadow, Scalp, Ajmal, recimo da do Moskve niso segle. Odkar so uspeli razviti lastne zmogljivosti, so jih najprej imeli. Najprej so jih uporabljali predvsem proti rafinerijam, malo povsod. Potem pa so postopoma, predvsem v zadnjih 60 mesecih, začeli razvijati vedno večjo sposobnost udarjanja v rusko strateško globino. To je ustvarilo, kar sem sam opozarjal že leta, strateško ravnotežje. Rusi so namreč leta bombardirali Ukrajince, Ukrajinci pa niso mogli storiti ničesar. Zdaj, če pogledamo zgodovino druge svetovne vojne. Razlog, zakaj so sile vsi predvsem izgubile, poleg tega, da so proizvajale manj, da jih je bilo manj ljudi in tako dalje, je v tem, da so imeli zavezniki strateško sposobnost uničiti proizvodnjo, logistični sektor osi, medtem ko os ni imela nobene sposobnosti vplivati na proizvodni sektor zaveznikov. Že ko se pojavita ti dve neravnovesji, nikoli ne bo zmagal. Preprosto zato, ker nimaš načina, da bi vplival na sposobnost države, da nadaljuje vojno. To je bila ena največjih težav Ukrajincev. Recimo, da je ofenziva leta 2023 uspela. Vzemimo ta hipotetični scenarij. V vsakem primeru ne bi imeli sposobnosti ustaviti Rusov, da bi nadaljevali vojno. Najprej zato, ker imaš notranji čustveni vpliv. In zagotovo imajo bombardiranja zelo veliko težo. Prav na politični ravni, poleg logistične in tako naprej. In drugič, ker če te drugi napade in ti njega ne napadeš, ne moreš narediti popolnoma nič. V današnjih razmerah se stvar spreminja. Bodite pozorni. Vsakič, ko Rusi napadajo Kijev, Ukrajinci napadajo Moskvo. To je prvič, da se to dogaja. Praktično udarec za udarec. In zanimivo je, saj malo vas želim spodbuditi k razmisleku, vsaj iz časovnega vidika, ker so Ukrajinci tisti, ki napadajo Moskvo v tem primeru. Torej so oni tisti, ki izbirajo čas napada. Lahko bi tudi zbirali drone in to naredili čez 3 mesece in tako naprej. Zanimivo je videti, da se vse to dogaja v poletnem obdobju. In Zelenski, ki nenehno provocira z veliko tviti, ne verjamem, da je to naključno, to je moja domneva. In zahvaljujoč virom, ki jih imam in se jim zahvaljujem, sem dobil v narekovajih potrditev, čeprav je to še vedno le teorija. Vendar mi pravijo dobro povezani viri znotraj Kijeva, Edoardo lahko potrdi, ker jih tudi on pozna, so v naši skupini, pravijo mi, da ukrajinska energetska situacija ostaja kljub vsemu dramatična in izjemno negotova. Če bi bila še ena kampanja proti ukrajinskemu energetskemu sistemu, bi to res predstavljalo velik problem. Zanimivo je torej, da če je razprava v smislu jaz te napadem, ti mene napadaš, potem imam ves interes, da te zdaj pripravim do odziva. Zdaj, ko je poletje, tako odpade tudi omejujoči učinek na energetski sistem. In to je zelo zanimiv dejavnik, ki delno pojasnjuje tudi pospeševanje napadov z ene in druge strani. Potem pa še z druge strani. O teh dejavnikih bomo razpravljali med tem prenosom v živo. Zato mislim, da je to zelo premišljeno izbran trenutek, ki je deloma povezano tudi s tem dejavnikom. Tukaj
Ja, najprej lep večer vsem, ki nas spremljate. Torej, glede te teorije, Mirko, ki si jo pravkar izrekel, se v resnici zelo strinjam s tabo. Tudi jaz sem nagnjen k temu, da verjamem vanjo, ker ima smisel. Upravičujem se za ponavljanje, ampak dejansko ima Ukrajina na eni strani vse prednosti, da poskuša voditi to vrstno vojno. Raketne dvoboje, kjer, kot bomo videli tudi kasneje, obe strani premeta precejšnje udarce. To ni dvoboj, v katerem zmagujejo obrambe, ampak je dvoboj, kjer napad pogosto uspe tako ali drugače. To ne pomeni, da gre vse skozi, obrambe na obeh straneh opravijo izjemno delo z določenimi razlikami, ampak vseeno obe strani utrpita škodo, če se razumemo. In prav zdaj, če to stori Ukrajina, tvega nekoliko manj, ker seveda Rusi lahko napadejo proizvodne obrate v Ukrajini, ki pa so, kot vemo, po vseh teh letih vojne, razpršeni, včasih podzemni, skratka, težko jih je nevtralizirati. Toda škoda na energetski mreži, ki jo je pravkar omenil Mirko, težko povzroči takojšnje nepopravljive posledice. Lahko pa jih seveda povzročijo jeseni in pozimi predvsem, torej smiselno je to storiti zdaj. In dodal bi še enega od razlogov, zakaj je za Ukrajino smiselno v teh mesecih, v teh tednih staviti na to vrstno vojno, bolj kot na druge. To je tisto, kar sem prej rekel Mirku zasebno, torej kovati železo, dokler je vroče. Smisel je. Ta poseben, recimo, položaj, ravnotežje med ofenzivnimi in obrambnimi sredstvi na eni in na drugi strani. Na področju, seveda, vojne na dolge razdalje, droni, rakete, prestrezniki in tako naprej in tako naprej. Zdaj daje Ukrajini dobre možnosti, da, kot smo videli, kot ste verjetno tudi vsi videli, skratka, zadati hude udarce in celo imeti nekakšno pobudo. Še posebej, če v to vojno na dolge razdalje vključimo tudi tisto hibridno obliko, ki je vojna z droni, tako imenovanega srednjega dosega, torej tudi napade na logistiko na okupiranih ozemljih. Torej, seveda, to ni isto, vendar bi bil del ruskih zračnih obramb, ki morajo prestrezati napade na okupiranih ozemljih, zelo uporaben tudi za prestrezanje ruskih napadov. Skratka, vse je povezano, tako je. Torej, to pomeni, da je zdaj pravi trenutek za Ukrajino, da vztraja pri teh potezah in poskuša povzročiti čim večjo škodo. Torej, na primer, onesposobiti oziroma spraviti iz obratovanja rafinerijo, ki smo jo videli napadeno v Moskvi. In to doseči za več mesecev, ne pa le za 1 ali 2 tedna, kot se je pogosto dogajalo v preteklih letih, ne nujno s to rafinerijo, ampak z drugimi. In dokler Rusi ne uspejo, in ni nujno, da jim bo uspelo, vendar bi se sčasoma tudi oni lahko prilagodili. Torej, razviti nekoliko stroškovno učinkovitejše obrambe ali pa vsaj bolj učinkovite doktrine in taktike. Ali pa preprosto pomislite na številne obrambne ukrepe, ki jih je Ukrajina sama sprejela v teh letih, bi jih lahko sprejeli tudi Rusi. Torej, razpršiti proizvodnjo, kar je v Rusiji do danes precej manj pogosto, iz očitnih razlogov. Oddaljiti jo, na primer preiti na množično uporabo protiletalskih dronov, kot pogosto počnejo tudi Ukrajinci, kar nekoliko pomaga. Recimo Rusi dajo prednost množični proizvodnji in s tem logistični sposobnosti za proizvodnjo v velikem obsegu, kar zahteva, da so proizvodni oddelki čim bliže skupaj ali združeni. Da, vse ima svojo ceno. Se pravi, prednost Rusov je bila, vsaj do lanskega leta, prav v tem, da jim ni bilo treba tvegati. Ključne industrije, povezane z vojaško industrijo, seveda, brez velikega tveganja, da bi bile napadene, so lahko čim bolj skoncentrirali. In to daje dodaten bonus, skratka, proizvodni učinkovitosti teh industrij. Namesto tega bi lahko, kar bi lahko storili, vedno bolj razpršili, kar jih na eni strani reši prevelike škode, po drugi strani pa nekoliko zmanjša to učinkovitost, kar je tudi strošek, ki ga morajo plačati. Po drugi strani bi k tej razpravi dodal nekaj, kar še ni bilo povedano, po mojem mnenju pomembno. Res je, da je Ukrajina vse v prvih letih vojne praktično lahko le prenašala te napade, ne da bi Rusom skoraj karkoli prizadela, ampak vseeno bi poudaril tudi recimo en dejavnik, na katerega je Ukrajina že v tistih letih lahko računala, torej da je imela del vojaške proizvodnje.
v nekem varnem zaledju, recimo temu tako, ki je praktično, to so države, ki podpirajo Ukrajino v Evropi, ki seveda ne zagotavljajo vsega, kar Ukrajina potrebuje. Ampak v precej pomemben delu so seveda neranljive za Ruse. Torej, na nek način sem v tem primeru videl nekakšno neravnovesje v pravem pomenu besede. Ampak po eni strani so imeli Rusi strateško globino, ki je danes nimajo več toliko, ker ukrajinske rakete in droni danes sežejo veliko dlje. In tako so lahko Rusi v prvih letih vojne mirno pustili stvari na prostem, recimo vse do Urala, ne da bi zaradi Ukrajincev veliko tvegali. Vendar pa so tudi oni, po drugi strani, že v prvih letih imeli vsaj del proizvodnje na varnem v evropskih državah NATO. Danes se je to nekoliko spremenilo, torej Ukrajina proizvaja nekoliko več. Da, ustvarja se strateško ravnotežje. V živo, ko sem preverjal ORS, ki je upošteval sledenje, vendar morate razumeti, da je ta razprava večplastna. Torej, napadi na Moskvo so nastali kot posledica ukrajinske dejavnosti na nižji ravni, na taktični ravni, na manjših območjih. Ker kot bomo videli med prenosom v živo, se razume, kako je ta razprava korak za korakom postopoma pripeljala do neposrednih napadov na Moskvo. V kakšnem smislu? Medtem se je ustvarila nekakšna strateška izenačenost. Ukrajinci ne morejo zadeti najglobljih ruskih proizvodnih sektorjev. Rusi pa zagotovo ne morejo zadeti tistih delov, ki se proizvajajo v Evropi, razen če ne želijo razširiti konflikta, kar pa ni zaželeno. To na nek način ustvarja nekakšno ozko grlo. In oba ne moreta preprečiti drugemu, razen pasivno, na obrambni ravni. Če pogledamo, kaj se je zgodilo v preteklih mesecih, jaz sem imel prenos v živo, kjer sem preverjal ORS, ki je bil zelo osredotočen na eno območje, na območje Krima, koridor Zaporižje. Kar smo potem videli, je privedlo do velike stopnje aktivnosti. Ukrajinska aktivnost na cesti, ki vodi v Mariupol, Melitopol in tako dalje, povzroča velike težave, predvsem na logistični ravni Rusom. Ni neposredno povezano z Moskvo, razen zaradi ključnega dejavnika. Ustvarim ti izredne razmere, kjer moraš nujno povečati obrambne sisteme tudi na kratkem dosegu, kot so panciri, ki so jih v zadnjem času premestili in postavili na strehe stavb v Moskvi. V času in na območju, kjer že primanjkuje protiletalskih sistemov, tudi če jih sam ustvariš. V tem letu in pol so se posebej trudili, da bi lovili pancirje, Buk in podobno. Upoštevajte, da je bilo skupno število pred vojno 908, neto izguba pa je 322. To ustvarja tisto, kar smo pogosto videli v tej vojni, kar so Ukrajinci vedno imeli. Torej, izbereš, kaj lahko braniš. Ukrajinci, ki so imeli malo sistemov, ki so jih dali zahodnjaki, so izbirali, kaj lahko branijo. In ponavadi je bila to Kijev, fronta, da si predstavljate. Torej, sistema Patriot na frontu ne pripelješ. Evo. Da si predstavljate. To ustvarjajo Rusom. Ne zato, ker bi imeli Rusi manj sistemov kot Ukrajinci, imajo jih več. Problem je, da je država ogromna. Res zelo velika in zato že izguba 20 ali 30% svojih sistemov, tudi tisti za zelo kratke razdalje, skoraj za točkovno obrambo, povzroči ogromen problem. Poleg tega ti problem povzročim tam, kjer vem, da se moraš braniti. Ker če napade Moskvo zaradi notranjih razlogov, političnih razlogov, zaradi podobe, tudi mednarodne in tako dalje, je ena tistih tarč, za katero vem, da jo boš moral braniti za vsako ceno. In zato ti ustvari ti dve situaciji. Boš branil Krim in Zaporožje ali boš branil Moskvo. In to je situacija, v kateri smo danes. To je zelo namerna izbira. Napad na Moskvo, to, kar se dogaja, je preprosto nadaljevanje ukrajinske strategije. Narejena prav zato, da bi prišli do točke, v kateri smo zdaj. To je študija, ki jo je naredil Tucini, skupina analitikov, seveda boste našli tudi vse vire. Seveda obstajajo vsi dokazi o vseh uničenih in kartiranih sistemih. Zanimivo je videti, kako smo začeli na taktični ravni in počasi prihajamo na bolj, recimo, strateško raven, kjer sta na koncu na kocki ugled dveh držav. Samo da nihče ne pričakuje, da bo Ukrajina delala čudeže. Že 4 leta so pod bombnimi napadi. Za Ruse je to nekaj novega.
In po mojem mnenju je tudi časovni dejavnik pomemben. To se zagotovo ne dogaja v enem najboljših trenutkov za Rusijo. Ni leto 2024 ali 2025, ko so zmagali proti ukrajinski ofenzivi. Bila je tudi večja želja iti v boj. Zelo se je povečalo tudi število prostovoljcev, tistih, ki so sprejeli pogodbo. Bili so v ofenzivi povsod, imeli so pobudo povsod, razen pri majhni avanturi v Kursku, ki bi bila iskreno še boljša, če Ukrajinci sploh ne bi izvedli. Danes pa so sektorji, kot smo videli v prejšnjem prenosu v živo pred 2 dnevoma, eden pozitiven za Ukrajince, eden negativen za Ruse. Recimo, da je situacija nestanovitna, spremenljiva, zagotovo zelo drugačna od tiste v letih 2024 in 2025. In tako smo v situaciji, kjer vidimo slike, ki smo jih iskreno pričakovali od Ukrajincev. Tudi zato, ker je obrambni sektor Moskve, če pogledamo, koliko sistemov je tam, večji od števila sistemov, ki pokrivajo koridorje Zaporožja, Hersona in Krima skupaj. Je jih veliko. Izgubili so jih tudi zaradi razsipnosti. 20 sistemov, ki branijo vilo, Putinovo vilo, kar bi si lahko tudi prihranili. Pravi, pejdi na sestanek, ne v skrivno vilo, namesto da zasedeš 23, ne, pejdi in jo zasedi. Saj jih že imaš. Vsaj jih uporabimo tudi za preostali del mesta. Točno tako. Povej mi, kaj želimo pokazati in kje želiš začeti. Torej, ker si pokazal tisto zelo zanimivo študijo Tocinija, ki sem jo uporabil tudi v svojem članku, ki sem ga objavil na Substacku, bi se navezal prav na to, da bi govoril o pancirjih v bistvu. Mislim, kako pridemo do tega? Torej, prej smo videli, da so Ukrajinci že približno 1 leto izvajali to kampanjo na okupiranih ozemljih. V koridorju proti Krimu predvsem, ki je namenjena udarjanju, in danes to počnejo zelo učinkovito. Ampak že nekaj časa so začeli napadati logistiko. Usmerjena je tudi v napade na zračno obrambo, skratka, ki ščiti ta koridor. Zdaj, veliko teh sistemov zračne obrambe je seveda zelo koristnih tudi, kot smo že rekli, za obrambo preostale Rusije. Jaz sem se, izhajajoč tudi iz tiste študije, ki ste jo prej videli, posebej zanimal za to, da poskušam razumeti, ali, torej koliko in v kolikšni meri to vpliva. In pravzaprav sem prišel do nekaterih zaključkov, ki niso nujno samoumevni. V smislu, da bi rad najprej, preden se poglobim v svoj članek, poudaril, da ni lahko raziskovati. Recimo, medtem ko vojna še traja, ni lahko raziskovati stanja flote oziroma ruskega protiletalskega inventarja, ker so podatki o proizvodnji zelo težko dostopni in zanesljivi. Medtem ko se boste na primer spomnili, smo o tem govorili tudi tukaj, na nek način je mogoče raziskati rusko letalsko proizvodnjo med vojno, ker snemajo videoposnetke novih lovcev, ki prihajajo iz tovarn. Tudi tam jih ne snemajo vedno, ampak iz tega in satelitskih posnetkov se da to razbrati. Kljub temu je mogoče narediti realno oceno, pri celih vrstah ruskih protiletalskih obramb pa je to precej nemogoče. Obstajata pa po mojem mnenju dve kategoriji ruskih protiletalskih obramb, pri katerih pa je mogoče nekaj razumeti, kakšno je stanje, torej koliko sistemov jim danes uspe imeti. Enega ste videli prej v članku, ko smo ga prej pogledali, v tistem članku Tocini, v katerem med različnimi sistemi, med različnimi napadi, ki so bili zabeleženi na praktično vseh ruskih protiletalskih obrambah, je bilo tisto štetje, ki se je v resnici nanašalo posebej, točno tako, če se vrneš prav na tisto tabelo, tisto začetno, ki smo jo videli, tisto z zmanjšanjem za 300 približno, tisti so izstrelitveni sistemi za protiletalsko obrambo dolgega dosega. Če se ne motim, poglejmo, če še više gor. Poglejmo, točno tako, ti tukaj bi morali biti, če me spomin ne vara, iz satelitskih posnetkov, iz preiskave, mimogrede analitika, ki se na X imenuje AS22. Predvidevam, da ga boste potem našli v opombah tega članka. To je preiskava opravljena s pomočjo satelitskih posnetkov, posebej o ruskih sistemih zračne obrambe dolgega dosega. Torej S-300 in S-400, ki so seveda precej lažje vidni z satelita, ker so običajno nameščeni na statičnih lokacijah. Kaj je ta izračun pokazal? Prav to, da je od začetka leta 2022 do danes prišlo do 35% upada tistih, ki so vidni s satelita. In posebej tukaj govorimo o izstrelitvenih napravah, ne o radarjih, ampak o izstrelitvenih napravah. V bistvu pa obstaja, če se ne motim, tudi podoben izračun za radarje. Torej, ni velike razlike.
Vendar pa to ne pomeni, da Ni osredotočena samo na izstrelitvene naprave, ampak tudi na opozorilne sisteme, radarske sisteme in tako naprej, iščejo tudi te. Da, točno na to sem mislil. Na točno to, samo na to. tabelo, ki jo vidite, Potem pa članek v resnici zajema vse, na začetku sem govoril samo o tem podatku. Evo, kaj nam pa to pove? Torej, po eni strani nismo prepričani, to tudi poudarjajo v članku, nismo prepričani, da so vse izgube. Ker je del tistih, ki jih ne vidimo več, zato ker so bili recimo premaknjeni ze svojih stalnih položajev, ki so jih zasedali na začetku vojne. Pomislite na tiste na Daljnem vzhodu, tiste, ki danes nimajo velike uporabnosti in so jih namesto tega poslali morda na okupirana ozemlja, kjer jih je težje najti. Torej, včasih jih na primer pošljajo vzdolž ruskih meja na že pripravljene položaje, tam ostanejo na mestu, satelit preleti in jih najde. Namesto tega pa tisti, ki delujejo na primer v regiji Kursk ali na okupiranih ozemljih, ker je ukrajinska grožnja veliko močnejša, se morajo tudi sistemi dolgega dosega nenehno premikati. to je igra treh kart. Tako je. Tako da bi lahko potencialno tudi obstaja možnost napake in si sistem preštel dvakrat, ker je bil premaknjen in tega nisi opazil. Mogoče, če je satelit ravno šel mimo, na eni strani, na drugi pa še ne, je to mogoče. Ampak v glavnem, najbolj osnovna ugotovitev, ki jo lahko potegnemo iz tega gibanja, je, da niso vsi izgube, ampak dober del zagotovo je. Lahko bi bili skoraj vsi, ali pa po mojem mnenju vsekako dober del. Potem pa recimo obstaja še ena potrditev po Ockhamovi britvi, v smislu, da se je ukrajinska dejavnost na koncu očitno povečala. Število udarcev strani Ukrajine se je očitno povečalo, nekaj se je zgodilo. Želite še en dodaten dokaz, ki potrjuje to tezo? Rusi so poskušali odkupiti sisteme S-400 od Turkov. Kar se mi zdi, da jim mimogrede ni uspelo. Mimogrede, niso jim uspeli. In so že kar nekaj časa umikali, torej že med letoma 2024 in 2025, čeprav je bil Asad precej na robu. Veliko svojih sistemov so preventivno umaknili, ker jih ni tako enostavno prepeljati, so bili prvi, ki so jih naložili in odpeljali. To ti je že dalo slutiti, da je primanjkljaj, ali pa so že ukrepali preventivno, ker niso neumni in ne čakajo, da izgubijo 35%, tudi če tega ne opazijo. Glede tega je ena od točk, ki zdaj izstopa tudi iz mojega članka, ki ga lahko, če želiš, znova pokažemo na zaslonu. Po mojem mnenju obstaja razlika. Bistvo je, da imajo Rusi danes resno pomanjkanje zračne obrambe, ampak ne tako zelo. Vsaj glede tistih, ki jih lahko preučujemo, torej tistih dolgega dosega in teh, ki jih zdaj vidimo. Panzerji, ki so še en osrednji element, čeprav ne edini, so zelo razširjen element v ruski zračni obrambi. Pravim, da ni toliko, vsaj pri teh sistemih, dejstvo, da so Ukrajinci skratka uničili ruske zaloge od začetka vojne do danes in da so skratka precej zmanjšali količino, ker ruska proizvodnja vseeno še naprej poteka. Še posebej, kar zadeva S-300, imamo tam tisti dvom, ker ne vemo natančno, koliko jih je. Izguba pri panzerjih pa je to nekoliko lažje razumeti, zahvaljujoč tistim stolpom, na katerih nameščajo. Tako so bolj fiksni, lažje jih je najdeti. In raziskava o tem, ki temelji na slikah, tudi na delu Alpeja, ki ga boste našli v članku, če vas zanima, ki je vedno osnovan na satelitskih posnetkih, v bistvu se izkaže, da ima Rusija danes z veliko verjetnostjo še vedno več panzerjev kot na začetku vojne, in to precej več. Mimogrede, na tej fotografiji, ki jo vidite, je eden izmed napadov, ki jih Ukrajinci izvajajo na te obrambne položaje. To je eden zadnjih trenutkov življenja tega pancerja. Torej, kot sem rekel, čeprav je res, da so ukrajinski napadi v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih uničili vedno več tankov v koridorju proti Krimu. Kljub temu se zdi, da po satelitskih posnetkih, torej če štejemo predvsem tiste, ki so nameščene okoli Moskve, na to v Baldaju, Valdaju, na drugih proizvodnih lokacijah okoli letališč in tako naprej. Izkazalo se je, da jih je kar nekaj, količina, ki je precej višja od zahodnih ocen sistemov, Panzer iz leta 2022, kot so na primer ocene The Military Balance. Na začetku leta 2022 so jih šteli 116. In če pomislite, da jih je danes okoli Moskve, če smo res strogi, vsaj 75, poleg tega pa še ducate na vseh drugih krajih, ocena je, da jih je približno 200.
na ozemlju Rusije, torej ne na okupirani Ukrajini, plus tisti na okupirani Ukrajini in še nekaj drugih vzdolž ruskih meja z Ukrajino. Zakaj ta razlika? Ker lahko tistih 200 vidimo satelita, saj so namenjeni zaščiti stalne infrastrukture. Torej v Moskvi, na stolpih, na stavbah, na letališčih, poleg tovarn. Naprimer, nekateri so blizu znamenite tovarne v Alabugi, tiste, kjer izdelujejo drone Shahed. Potem pa, kot si rekel ti, Mirko, veliko jih je v Valdaju, skratka, stalna mesta, torej ponavadi so na stolpih. Tudi zato, ker ste videli, kaj ne. Tja jih pripeljejo s helikopterjem, ni tako, da bi se premikali. Jih raztovorijo s temi velikanskimi sovjetskimi helikopterji, mislim, so to Mi-26, če se prav spomnim, in jih postavijo na streho, na vrh stavb, praktično v Moskvi. V bistvu, kot lahko razumete, je to edini način, da jih lahko štejemo med vojno. Ker če tam stojijo mesece na vrhu stolpov, torej ponavljam, to ni delo, ki sem ga opravil jaz, v smislu, da sem jaz vse to sestavil skupaj. Ampak če pogledate vire in vse ostalo, boste našli zemljevide, kjer analitiki, točno tako, to je najboljši, ki ga lahko najdete, kjer analitiki pravzaprav pregledujejo satelitske posnetke, ki sem jih v bistvu preveril, ampak večina dela je bila že opravljena. To lahko naredite sami, kliknete, najdete izvirni vir, tam so fotografije in tako lahko to preverite. Zelo zanimivo je iti tudi na Google Earth, ker vam Google Earth omogoča, da se premikate naprej in nazaj po časovni lestvici. V bistvu lahko vidite stare satelitske posnetke. In lahko ugotovite, kdaj so bili ti stolpi postavljeni, tiste strukture zgore, kdaj so jih dodali in dokdaj jih še ni bilo. Naprimer, to je dejstvo, ki sem ga lahko izračunal, da je bilo v začetku leta 2024, pomislite, okoli Moskve le 7 v stalnih položajih. Ker, kot smo že omenili prej, je bila ukrajinska grožnja za Moskvo leta 2023, predvsem pa v začetku leta 2023 skoraj nična. Danes jih je 75, samo tistih, ki jih lahko potrdimo, verjetno pa še več, ker so nekatere stolpi v gradnji. Zdaj imajo 3 glavne koncentrične kroge, zdi se, da jih želijo povečati na 7. Da obstajajo tisti, ki jih vidite v zametkih zunaj Moskve, ki praktično nastajajo in jih boste našli na tem zemljevidu. Svetujem vam preprosto, da v brskalniku omogočite samodejni prevod, ker ko potem vidite seznam, deluje kar dobro. Najdete kategorije, recimo, zračne obrambe. Torej, niso samo sistemi Pancir, tisti, ki jih zdaj vidite, večinoma so sistemi Pancir, so tudi sistemi dolgega dosega S-300 in S-400. Mislite, da bo konec leta 2025? Samo teh sistemov okoli Moskve z dolgim dosegom, torej če za trenutek preidemo na pogovor o S-300 in S-400, jih je bilo veliko v Moskvi. Približno toliko, kot jih imajo skupaj 2/3 vseh evropskih držav NATO. Skupaj sistemov z dolgim dosegom, torej Patriotov ali podobnih, da si predstavljate količino. Kakorkoli, Rusi jih želijo skoncentrirati za obrambo Moskve. Kar pa mimogrede resnično izstopa, kadar Ukrajinci uspejo prebiti te obrambe, mislim, v teh dneh. In potrjuje tudi politično nujnost obrambe in torej na nek način ukrajinsko strategijo v redu postavite 500 tukaj na račun drugih območij. Da zelo pritiskamo, Da točno na tem določenem odseku. Na začetku tega razmišljanja sem rekel, da po mojem mnenju, glede na to, kar sem lahko ugotovil, ni res, da so izgubili. Torej, jih imajo vseeno več teh sistemov, verjetno tistih kratkega dosega, in ne vem koliko, ampak ne, mislim, da jih imajo veliko manj tistih dolgega dosega. Ampak veš, to je logično sklepanje, če jih imam jaz 200. Ampak relativno jih je veliko manj, ker jih imamo. Moram pokriti samo mejo, to je točno to, če jih imam zdaj 200, moram pokriti do Kazana. Točno tukaj je. Paradoksalno jih ima danes verjetno več kot prej in skoraj zagotovo kratkega dosega več kot prej. Ampak relativno, recimo glede na nasprotnikovo grožnjo, je Rusija danes veliko bolj ranljiva kot v letih 2022 in 2023. Ampak zelo preprosto, zato ker so morali prej, kot smo rekli, braniti morda samo regije ob meji, pred, ne vem, imeli so nekaj na začetku vojne, potem prvi droni, ki so povzročili nekaj 10 zažganih streh, so počasi prihajali in tako naprej in tako naprej.
V redu, torej se je vedno nekoliko povečala, ampak to območje, ki ga je treba braniti, ni nikoli segalo tako globoko. Danes recimo prihajajo rakete na Kazan, prihajajo droni na Čeboksari, mislim, da se je tako imenovalo, zadnje mesto, ki sem ga videl, ki je bilo več kot 1000 kilometrov v notranjosti Rusije. In zato je, kot da bi ruska proizvodnja, ki se zdi, da se je tudi z vidika proizvodnje povečala ali vsaj ohranila teh sistemov, ker si sicer ne moremo razložiti, zakaj jih je še vedno toliko naokoli. Torej, če Ukrajinci objavljajo videoposnetke in fotografije zadetih panzirjev, priznajmo mimogrede, da jih ne objavijo vseh. Torej, obstajajo panzirji, za katere nimamo dokazov, a so jih poškodovali z artilerijo, ali pa skratka, za katere še ni prišel na dan noben vizualni dokaz. Prosijo me, naj neham udarjati s pestjo po hrbtu. Oprostite, tega ne bom več počel. Skratka, priznajmo, da niso vse izgube dejansko vidne. Ampak, skratka, če jih vidimo in štejemo vse te sisteme satelita, to danes pomeni, da so ruske tovarne proizvedle nekaj 10 takih sistemov na leto. Vsaj. In to tudi ni tako samoumevno. Če pogledate in v mojem članku boste to našli, koliko so jih proizvedli z napako. Ne branijo samo Rusije, recimo, v narekovajih. Bili so tudi v Čečeniji, med tistimi, ki so bili vpleteni v zmedo, ko so zadeli letalo. Kaj je bilo? Nič, ne spomnim se. So se strelili, točno. Letalo družbe Airlines, zdi se mi. Nič. In na koncu so to tudi Rusi priznali. Mislim, nekako stik opravičila, Putin je rekel, da se je opravičil. In tam je bil res sistem Panzir. In glede tega so bili mimogrede razporejeni tudi v Siriji. Morda se kdo vrnil iz Sirije, lahko da ne. Ne, s tem sem se ukvarjal jaz. Takrat so bili vključeni S-300, odstranjeni in odpeljani. In nič, to hočem povedati, v bistvu, v resnici ne točem po mizi, to vam res želim razkriti. Ne vem, zakaj slišite ta hrup, morda sem preveč. Mislim, da je mikrofon priključen na mizo. Torej, ko ji daš tudi samo en udarec, naredi tako tum, tum. Morda je zdaj bolje. Pomagajte mi v klepetu, če se je izboljšalo in mi dajte znak. Dal sem ga na podlogo za miško, morda je bolje, ampak jaz res ničesar ne dotikam. Glejte, jaz govorim tako, ne dotikam se, roke so čiste in dvignjene. Pravkar sem govoril, da torej v teh dneh, še posebej s temi napadi, ki smo jih videli na Moskvo, del strokovnjakov, analitikov, komentatorjev in sodelavcev, ki jih na grobo opišem kot pro-ukrajinske. Prav tako bom rekel za. Skratka, da se razumemo, so v resnici širili to tezo, da ruska obramba v bistvu sploh ne deluje. Je jih malo, so lažne, so neučinkovite in tako naprej. Po mojem mnenju so stvari v resnici veliko bolj realistične in bolj niansirane v tem smislu. Najprej je treba upoštevati, ali so ruske obrambe, kot pravijo mnogi, ne le nekateri, ampak mnogi trdijo, da so popolnoma neučinkovite ali kaj podobnega. Če bi bilo res tako, bi te napade na Moskvo videli že prej. Ker je res, da v prvih letih niso imeli dosega, vendar pa imajo Ukrajinci že dobro leto doseg in most pa je vseeno na dosegu. Popravi me, če se motim, Mirko, ampak do pred približno enim mesecem je bilo res zelo malo velikih uspešnih napadov. Nekajkrat je že kaj šlo skozi, mislim, da si se utišal, Mirko. Ne v velikem obrambnem krogu. Treba je tudi upoštevati, da je napad na rafinerijo praktično na meji obrambne linije, je v tem območju. Tukaj in iskreno, glede na to, koliko dronov je šlo skozi v napadih v Ukrajini, upoštevajte, da Ukrajinci strelijo 300 dronov. Vedno je spektakularno, ko je zadeta prestolnica, vendar so zadetki 5, 6, 7, 9. Govorimo o zelo podobnih odstotkih, kar zadeva Ukrajino in Rusijo pri prestrezanju dronov. Predvsej nad 90% na obeh straneh. Da, danes sem pravzaprav naredil izračun, poskušal sem ga narediti, torej glede velikega napada, tistega 18. praktično izpred nekaj dni, ki je nedvomno bil uspešen, to je očitno. Neverjeten uspeh, v smislu, da neverjeten prav zato, ker še pred kratkim temu ni bilo mogoče verjeti. Nikoli ni uspelo na tak način prebiti obrambe, ampak po drugi strani bodite pozorni prav na ta element. Če si ogledate tudi številne videoposnetke, ki so se pojavili o napadu na rafinerijo, in če potem poskušate raziskati, kar je nekoliko bolj zapleteno, kar sem sam poskušal narediti, koliko dronov so Ukrajinci izstrelili na Moskvo, proti Moskvi, kako lahko to raziskujete? To
Nažalost obstaja samo en vir, to je recimo Rusko ministrstvo za obrambo ali guvernerji ruskih regij. Torej, po njihovem mnenju pravijo, da je to noč toliko ukrajinskih dronov preletelo regijo. Ali pa C. Naprimer, župan Moskve pravi, da je Moskvo v tem napadu napadlo 194 ali 196 dronov, ne spomnim se točno, in da so jih tukaj prestregli. Torej, edini podatek, ki ga imamo o količini, lahko sklepamo iz tega. Rusi namreč razkrijejo samo tiste, za katere menijo, da so bile prestrežene. Niso kot Ukrajinci. Ukrajince se boste zagotovo spomnili, ker o njih vedno govorite. Poročila ukrajinskih letalskih sil razlikujejo med orožjem, ki so ga izstrelili Rusi, in tistim, ki je bilo prestreženo. Rusi pa naredijo nekaj nekoliko bolj nenavadnega. Povedo ti. Sam to noč smo prestregli 300 dronov, koliko so jih sploh izstrelili. Pa jaz... Jaz vem zakaj. Eduardo, v redu, ampak si tudi ti dojel. Ko tako rečeš, človek nima merila, reče wow, ja. Potem jih je morda šlo mimo še 100, recimo 100, morda to ni bil velik uspeh. No, ampak tega nikoli ne rečem. Tega nikoli ne rečem, ampak to je tehnika, povem, del uspeha. In ti ne dam merila, da bi rekel, počakaj, naj malo preračunam. Če je šlo dobro ali slabo, drugo, to je treba povedati. To je pravzaprav razlog. Ni nobenega problema z sistemi. Niso bili namenjeni za drone, bili so namenjeni za točkovno obrambo, v nekaterih primerih precej kratkega dosega, 20 km in podobno, kar takrat ni vključevalo dronov. Kako to misliš? Pravzaprav bomo videli, da imajo veliko omejitev, slavni pokrov, v katerem smo imeli prenos v živo in tako dalje, paradoksalno ni ukrajinski dron, imamo tistega. To je verjetno ruska raketa, raziskava Karla. Dodam posnetek, da potem pokažem tudi omejitve tega. Grem tja. Tukaj vidite, da se je kamera osredotočila na dron. Ne? Ampak v resnici se bo zdaj pojavila rdeča puščica. Dobro, poglejte zdaj. Prekletstvo, posnel sem eksplozijo. Poglejte tukaj, poglejte. O moj bog. Očitno ni bil dron A. Mimogrede, rekel sem, da je po mojem mnenju to. Gre za Manpads, torej za ramenski izstrelek. Lahko je igla ali novejša različica, ki se imenuje Verba, lahko pa je tudi Panzer. Torej, v vseh teh videoposnetkih, ki jih v teh dneh gledamo o tem napadu, sta v glavnem dve vrsti prestrezanj, ki jih vidite s tisto slebjo dima. Ali raketa, izstrelek iz Panzerja ali pa ramenski izstrelek. To sta edina dva, za katera smo videli, da sta bila res uporabljena. Zanimivo je, kot si rekel, da so pogosto Čečeni tisti, ki uporabljajo Manpads. Ja, med temi napadi jih nismo videli uporabljati predvsem ruske oborožene sile. Torej, Manpads. Videli smo jih med temi napadi, predvsem so jih ruske oborožene sile uporabljale predvsem pri obrambi Moskve. Veliko ekip, recimo improviziranih ali ne, in potem tudi majhne skupine mož z raketami, ki jih nosijo na ramenih. Kot vidite, so predvsem razporejeni ob avtocesti. Potem so tu še ceste, ki obkrožajo Moskvo in so skratka neposredno pred rafinerijo. In iz nekaterih videoposnetkov ste videli avtocesto, torej ceste, ki obkrožajo Moskvo in so skratka neposredno pred rafinerijo. In iz nekaterih videoposnetkov gre potem za eksplozijo teh ekip. Zdi se, da so sestavljene iz čečenskih enot, verjetno so tam Čečeni. Kolikor jaz vem, jih je precej v nacionalni gardi, to je ena od nalog enot nacionalne garde, torej bi lahko bili oni. In mimogrede nekaj besed prav o tem poskusu obrambe z temi orožji, ki niso najbolj primerna, vendar ima smisel, da jih uporabljajo. Tukaj so te prenosni protiletalski izstrelki, ki so nastali v času hladne vojne, z zahodnimi analogi Stingerjev, ustvarjeni za sestrelitev helikopterjev ali letal na nizki višini. Vsi so načeloma podobni, razen zelo redkih primerov, ki uporabljajo drug način vodenja. Vsi jih druži način vodenja. Z infrardečo tehnologijo, torej iskanjem toplote, kar jih je in jih še vedno naredi zelo učinkovite proti helikopterjem in lovcem. Še danes pravzaprav skoraj nihče, ko leti, samo to je primerjava med toplotno sledjo in ostalim, ki je popolna. Tukaj ja,
Recimo, da obstaja cela vrsta protiukrepov, vendar so tudi pri teh istih raketah razvili ukrepe proti ukrepom. Torej, je to dvoboj, ki se nadaljuje. Težava pa je, da če gre za sestavitev dronov, so te droni, tisti, ki jih uporabljajo Ukrajinci, v teh primerih zelo preprosti. Imajo batne motorje, narejeni so iz ogljikovih vlaken, lesa, skratka iz poceni materialov, so razmeroma majhni in tudi precej odporni. Kot smo opazili, ne padejo takoj, ko izvedejo izstrelki in predvsem s tistim motorjem nimajo velike toplotne stedi. Torej, že to je proti takšnim orožjem kar velik problem. Tako je, pravzaprav boste videli na posnetkih, od katerih smo jih veliko dali med vire, kar nekaj teh izstrelitev, ki jih lahko vidite. Izstrelitve, ki jih potem vidite mimogrede, se dogajajo sredi moskovskega prebivalstva, ki je torej zelo zainteresirano za te napade. Še ena izjemno zanimiva stvar, skoraj zabavna. So videli ljudi, ki so se zabavali, res so se zabavali. Kot da bi gledali nogometno tekmo. Mimogrede, naj dodam še nekaj. Po mojem mnenju je bilo skoraj čudež, da morda ni bilo izgubljeno niti eno življenje. Bilo je veliko ranjenih, se mi zdi, vendar ne žrtev, oziroma ni bilo množičnega pokola. Zato sem prepričan, ker ob vseh tistih dneh, ko so padali in jih je bilo veliko prestreženih, nekateri so bili prestreženi vmes ali pa so se nekateri zaleteli v stavbe, lahko bi se končalo veliko slabše. In lahko bi se končalo veliko slabše, da zaključim to, kar sem prej govoril, predvsem zato, ker se zdi, da ni bilo tako. Skratka, ni bil sprožen zračni alarm in prebivalstvu ni bilo naloženo, da ostane doma ali da gre v zaklonišča. Torej, nekateri od teh videoposnetkov ali Čečenci, ki mečejo skupino, Naslovi so samo zato, da bi prikazali žrtve na tem območju, sprožijo se. Tako je, to se mi zdi ravno eden tistih primerov, ko sem zgrešil, sem bil nepozoren, ampak sem ga zamudil. Poglejmo, točno tako. To pa bi lahko bilo tudi, ni nujno, vidi se izstrelitev. Ja, na koncu se zdi kot menpec, lahko bi bila tudi, mislim, ker pride že precej visoko kot trajektorija, bi lahko bil tudi pancer. Kasneje bomo videli. En primer v niti, ki sem ti jo poslal, kjer pa je edini primer in vam bom pokazal, kako se res lahko potrdi, da je tista raketa od Panzerja. Da zaključim, kar sem govoril, zdi se, da bi bil izdan zračni alarm, ki bi prebivalcem naročil, naj se zatečejo na varno. In ko gledate tiste izstrelitve prenosnih raket, vidite celo ruske vojake, ki poskušajo ustaviti avtomobile. Da bi imel vojak, ki mora nameriti prenosno orožje, čas, da to stori. Z ljudmi, z Moskovčani, ki morajo iti v službo in nimajo časa, da bi se ustavili, je vse skupaj nadrealistično. Cesta sploh ni bila zaprta. Res je, naredili so samo nekaj malega, postavili so stožce in jih usmerjali, da so se vozili okoli njih. Z vsemi tveganji, seveda se tukaj smejimo, ampak si lahko predstavljate, ta fotografija je točno tista, na katero sem mislil. Torej, če lahko dobro povečamo prestreznika v letu, danes sem se malo zabaval s tem, da sem poskušal ugotoviti, kateri so na videoposnetkih in fotografijah primeri Panzerja in primeri Menpecov. Tudi zato, ker je bila cela razprava o Panzerjih, da ne delujejo, skratka, hotel sem iti malo bolj v globino, to je za zdaj edini primer, za katerega sem precej prepričan, da gre za Panzerja. Ker če dobro pogledate tisto raketo v letu, je glavni namig ta, da lahko vidite dve stopnji. Torej, zadaj je črn kos večji in spredaj manjši kos pritrjen spredaj. To so prestrezniki Panzerjev v začetni fazi leta. Imajo dve stopnji, po nekaj časa se zadnja stopnja odcepi, to bi lahko bil, zdi se, da je to Panzer, ki še ni dosegel kako bi se moral odcepiti. Poleg tega sem naredil primerjavo. Primerjal sem piksle z fotografije s piksli ukrajinskega drona, ki naj bi bil FP1, če se ne motim. Ta, katerega dimenzije so precej dobro znane, saj je bilo narejenih ogromno fotografij FP1. Po dolžini se zdi združljiv s Panzerjem, ki je precej daljši od igle, zato je v tem primeru mogoče biti precej prepričan, tudi če ni fotografij te kakovosti. Če želite poskusiti ugotoviti, ali gre za Panzerje ali za prenosljive rakete, sta samo dve možnosti. Tako je, to ne bi bil dron, tisti na desni v tem primeru, ki je zelo podoben Jutiju, ki je na levi. Pravim, če želite poskusiti ugotoviti, kateri tip prestreznika je v teh videoposnetkih, na splošno imajo prenosne protizračne rakete to značilno sled dima, ki je zelo nazobčana in letijo precej neenakomerno, ker prenosne protizračne rakete zavijajo, točno tako, zavijajo in sledijo tarči. Imajo samo eno površino, ki običajno manevrira za zakasnitvijo, zato se morajo nekako vrteti okoli svoje osi in zavijati na precej nenavaden način. Če jih gledate v počasnem posnetku,
Medtem pa prestrezniki, kot so tisti pri pancerjih, letijo na veliko bolj, recimo predvsem, tudi hitrejši način, predvsem pa bolj enakomerno. In ob enakem vetru pustijo za sabo sled, ki je nekoliko bolj ravna, nekoliko bolj neposredna. Poleg tega, če vidite te prestreznike, kako vzletajo z višjih položajev, če so na stolpu, so skoraj vedno pancerji, ki so jih postavili na stolpe. Če so na vrhu stavb, je nekaj dvoma, ker včasih tudi prenosni izstrelki izstrelijo z vrha stavb. Ampak če jih vidite vzleteti prav s cest, z zelo nepripravljenih položajev, točno tam je zelo verjetno, da so to prenosni izstrelki, ker razen če Rusi niso ravno takrat pripeljali pancerja na tisto improvizirano mesto, je to malo verjetno. Namesto tega je zelo verjetno, da so tja poslali ekipo na pick-upu, 2 tipa s 4 igle v prtljažniku, da bi dali svoj prispevek. Evo. Upoštevajte, da te droni letijo tik nad stavbami, tako da tudi zdaj, ko so postavili pancerje na vrhove stavb, jih pancer morda sploh ne vidi, ker spodaj Absolutno. je spodaj in poglejte to, na primer. To je bilo 10 metrov nad stavbo. Da si predstavljate, torej paradoksalno to. Mimogrede naj bi bil eden od dronov novega ukrajinskega modela, veliko hitrejši. Ko ste videli... Videl sem tudi drone, videl sem reaktivne drone. Ja, od nekaterih vrst v redu. Ker je vedno zelo smešno. Naredili smo celoten krog, kaj je reaktivni dron. Je to raketa? Zakaj jih imenujemo reaktivni droni? Tega nikoli nisem razumel. Ker smo zdaj že navajeni, evolucija se je obrnila nazaj. Veste, dron je postal... Bomo tanke nekega dne imenovali droni s posadko, no vsezadnje verjetno ali nekaj takega. Ker je zdaj že trend, da vse spremenimo v drone, kaj ne? Če pomislite, včasih je to majhna križarska raketa. Ja, in oni jih imenujejo raketni droni ali reaktivni droni. Videl sem so rakete, torej lahko uporabimo tudi te izraze, no to pa je drug primer. To so droni, tisti tipa šahed, ki so jih Ukrajinci tudi razvili. Droni, ki so v bistvu podobni šahedu, torej tisti, ki jih največ uporabljajo v teh napadih. To sta tista prva 2, ki smo jih videli na tisti majhni infografiki. Tista ali recimo imam dejanske in tiste tihe. Kolikor sem imel priložnost izvedeti. Mimogrede, včeraj sem bil na večerji z nekom, ki se je boril v Ukrajini. Majhen namig za nove našivke. Recimo, da ne. Nove našivke. Deloma so droni, ki jih spuščajo v Ukrajini, namenjeni nasičenju. Tisti, ki bolj zadenejo cilje, so, glej ga zlomka, novega tipa. Ali pa te mini, recimo, manevrirne rakete, tisti bolj klasični. Zelo nam koristijo za nasičenje obrambe, so tudi bolj potrošni, torej na koncu so praktično narejeni iz vezane plošče, a ne? Plastični materiali, resnično zelo poceni stvari. Zato je normalno, da na obeh straneh prestrežejo 90% dronov, ker je od 500 dronov vsaj 450 praktično namenjenih žrtvovanju. Veš že, da bodo izgubljeni, da bodo vsi prestreženi. Potrebni so prav zato, da nasičijo območje. Ta stvar. Ja, mimogrede, tako Ukrajinci kot Rusi uporabljajo tudi precejšnjo količino dronov, ki so pravzaprav namenjeni kot vabe, torej naj ne bi imeli bojnih glav in preprosto letijo za... Obstaja torej Lüneburgova krogla, ki celo odbija signal, tako da se zdijo večje. Večje kot tiste, ki jih imajo oni. Skratka, veliko jih je, ki opravljajo samo to vlogo, zato je povsem normalno, da jih veliko izgubijo. In ob vsem tem, ja, kot smo rekli prej, obrambe, ki jih uporabljajo Rusi, ampak take, ki v resnici obstajajo po vsem svetu, torej previdno pri sklepanju. Skratka, niso samo njihove slabe ali kaj podobnega. Verjetno bi tak napad na katerokoli evropsko prestolnico povzročil še veliko več. V Rimu bi jih videli še več. Naprimer, ampak številke 4, 190 od 500, ker jih je 10 padlo samo od sebe. Mislim, kaj sploh želiš prestreči? Ampak tudi, če bi res zbrali vse sisteme, ki jih imamo, torej, če bi jih vse postavili tja in se pripravili, bi jih verjetno še vedno več prišlo skozi. Ker imajo Rusi seveda nekaj več, so se pripravili in tako naprej in tako naprej. Torej, previdno,
Problem je, kot smo rekli, da je to kategorija orožja, predvsem glede stroškov, učinkovitosti in številčnosti, ki jo je težko učinkovito zaustaviti. S tistimi sistemi, ki so nastali, vsi so otroci sistemov iz hladne vojne, torej letala, helikopterji, včasih kot nasprotniki in potem so postopoma postali tudi nasprotniki. Tudi sami strelki ali naprimer balistične rakete. Torej, paradoksalno, ruska obramba v Moskvi bi lahko bila precej mogočna proti morda ne preveč naprednim balističnim orožjem, a bi imela več težav proti množici dronov, ki bi bili izstreljeni proti njej. Samo kot primer. Če bi poslali 50 F-16, bi se jih verjetno le malo vrnilo nazaj. Absolutno to, imam malo dvomov, torej 50 F-16, če bi štartali z ukrajinskih meja in poskušali priti do Moskve, skoraj zagotovo ne bi prišel noben, nihče ne pride do Moskve. Morda lahko poskusijo leteti zelo nizko, ampak v tem primeru pošlješ drone, potem pridejo tja, kaj pa naredijo, poskušajo preživeti do vrnitve. Torej, ja, točno to je smisel. Proti tem grožnjam, recimo Legacy, ti sistemi so še vedno izjemni. Pravzaprav obe letalstvi, kot sem že večkrat rekel, v tej vojni sploh ne moreta prodreti globoko na sovražno ozemlje. Tega nismo razumeli. Ukrajina je kljub starim sistemom bila država z največjim številom protiletalskih sistemov v Evropi. Ja, Ukrajina ni bila prav nič, recimo, šibka. Z tega vidika je treba povedati tudi, da je Evropa sama posebej šibka v tej kategoriji. Ukrajina je imela poleg tega tudi najboljše sisteme, recimo iz pozne Sovjetske zveze. Seveda je od takrat minilo nekaj let, ampak to niso bili sistemi, ki jih je imel Irak. No. Ni pa F-16 ravno mladenič, točno. Tudi to, sem rekel. Mi se ne srečujemo, pišemo ali igramo, ker jih imajo 40, 50. Če pogledaš stare bloke, so približno tam, pravzaprav so morda celo najnovejši sistemi. Kaj je S-300P? So celo mlajši od nekaterih F-16. Ja, ne, za vas, S-300. Torej, tisti, ki jih ima Ukrajina, so v resnici iz 80-ih let, vendar pa so bili prvi F-16 še prej. Torej, mogoče so tisti, ki so jih danes dali tudi iz 80-ih let. Medtem ko so S-300, ki jih Rusi še vedno uporabljajo, naprimer iz 90-ih let, v začetku 2000-ih kot največ. In zdaj nismo omenili še enega zelo pomembnega dejavnika, to je poraba streliva. Tudi tukaj obstaja cela teorija, da so Rusi v težavah zaradi teh napadov, ker jim primanjkuje streliva. Glede tega v resnici nimam pojma, v smislu, da nikoli nisem našel nobenega načina, da bi to lahko nekako sklepal iz podatkov. Glede tega dvomim z logičnega vidika. Prvič, Rusi imajo tendenco, da prekomerno proizvajajo in celo kopičijo tudi stare zaloge streliva, kar niti ne bi bilo pametno, kaj ne? Preden jih porabijo, torej ponovno porabijo staro strelivo. Drugič, ruski obrambni sistem ni bil pod pritiskom praktično do zadnjega leta. Torej, če povem tako in če izračunate, Da je to nekaj. Pancir, Buk in tako naprej, te sisteme kopičijo že desetletja in imajo tendenco, da pretiravajo. Kar zadeva strelivo, so to po mojem mnenju zelo težko vzdržne teorije v tem smislu. Poleg tega so skoraj vsi ruski sistemi združljivi, ostajajo seveda združljivi tudi z starejšimi modeli streliva. Torej, naprimer, obstaja S-400 za najnovejšo različico rakete, ki doseže do 250 km in tako naprej. In morda jih naredijo le nekaj na leto. Ampak ali lahko potem isti S-400 kot enota izstreli tudi stare prestreznike, proizvedene v 90-ih letih? Pridejo bliže, ampak če moraš še streliti dron, Recimo ne zapraviš streliva, ki veliko stane. ali celo, kot smo pogosto videli, jih nekateri od teh starih prestreznikov za S-300 izstrelijo tudi kot orožje zrak-zemlja. Pogosto, torej seveda, tega ne morem vedeti, ampak kot praviš ti, Mirko, obstajajo nekateri elementi, zaradi katerih smo nagnjeni k temu, da rečemo, tole se zdi malo. Iskreno ti lahko povem, dam roko v ogenj za to, da je to nepredstavljivo, kako dober je bil tisti drugi. Če upoštevaš tudi to, da smo veliko teh sistemov videli, predvsem tiste kratkega dosega,
se zdi, da so se povečali kot samostojne enote. Težko je verjeti, da bi že prej kritično primanjkovalo streliva za te sisteme. Naprimer za pancerje, kar počnejo, je, da še naprej proizvajajo druge sisteme, ne da bi imeli strelivo, tudi to bo problem. Treba je tudi povedati, da ni lahko skrbovati pancerje na vrhu stavbe, ampak to je problem, ki se sprašujem, kakšen je. Ker sem si ogledal nekaj teh videoposnetkov in nisem videl, da bi skupaj s pancerjem prinašali veliko zabojev, streliva ali kaj podobnega. Tako da ne vem, koliko nabojev imajo tam zgoraj. In treba je tudi povedati, da napadi z droni porabijo ogromno streliva, res veliko. Lahko ste prepričani, da vse, kar ima napolnjeno, izprazni v 1 minuti. Mimogrede, to je problem, ki ga imajo tudi Ukrajinci. Torej, naredimo še ukrajinsko primerjavo, ker smo ves čas govorili o Rusiji. V zadnjem napadu, ki so ga izvedli Rusi, je bilo skoraj 80. Raket je bila stopnja ukrajinskega prestrezanja neverjetno nizka. Recimo samo 7 od 79 ali 78, nekaj takega, govorimo o stopnji prestrezanja 10%. Zakaj? Ker je bila večina balističnih. In ta problem je ogromen. To je isti problem, ki ga po mojem mnenju pričakujejo tudi Rusi. Vidim, da vojaški blogerji pravijo, poglejte, zdaj streljujejo drone, ampak kmalu bodo tudi oni začeli z balističnimi raketami. In to bo resnično problem, ker prestrezanje teh postane problematično. Imaš praktično isti problem, kot imajo Ukrajinci. Ni naključje, da poskušajo narediti patriot doma in iskreno povedano, to ni nekaj, kar lahko narediš tako enostavno. Ne moram vam povedati kdo, ampak dobil sem videoposnetke tudi zasebno iz strelitev patriota v Kijevu od nekoga, ki je blizu položaja. In iskreno, skoraj vse prestrezanja so spodletela. To je bilo ravno v obdobju, ko so jih napadli z orešniki in podobnim. In resno primanjkuje streliva. Mislim, da Ukrajinci še niso pripravljeni z razvojem tistega slavnega, ne. Flaminde in podobnih skoraj da ni bilo videti, razvijajo nekaj drugega za flamingom, kot sem vam že rekel, pred 7-8 meseci. To je bolj ena reklamna poteza, ker je bilo res zelo grobo. Medtem pa oslabljajo, pridobivajo čas in oslabljajo ruski obrambni sistem. Ampak če je tako, je naslednja faza doma izdelane balistične rakete, morda z boljšim dosegom. Ampak to bo povzročilo veliko težav, ker te že spravijo v položaj, kjer nimaš svojih obrambnih sistemov. Največ in strelivo in običajno so ti napadi vedno predhodno izvedeni z napadom dronov, točno tako, kot to počnejo Rusi. Torej, če bi želeli ugibati, kakšni bodo naslednji koraki tega ruskega razvoja, sem to že naredil pred 2 mesecema. Torej, ustvariš izredno stanje v koridorju, preobremeniš ruske obrambne sisteme, začneš napadati prestolnico, ki jo morajo braniti, in zato tja premestijo še druge sisteme. Naslednji korak je neizogiben. Če res želiš povzročiti škodo, ker na koncu, povejmo po pravici, se udari. Na rafineriji se vidi nekaj plamenov in podobno. To niso škode, ki bi spremenile potek vojne. Politični vpliv, po mojem mnenju, za rusko podobo, tako notranjo kot zunanjo, ima veliko večjo težo kot fizična škoda, ki je nastala. Saj imajo droni vseeno zelo majhen potencial za povzročanje škode. Če res želiš začeti povzročati škodo, potrebuješ nekaj povsem drugega, nekaj veliko večjega, da bi lahko povzročil škodo. In tistega pravega, velikega še ni. Ampak po mojih informacijah je to še pred nami, potem pa jaz dvignem roke. Mislim, ne želim si takšnih scenarijev, ker 2 naroda, ki si izmenjujeta takšne balistične izstrelke srednjega dosega, tukaj je zaostritev prav pred vrati. In mislim, da je zaostrovanje pravzaprav točno tisto, kar iščejo. Da vidijo, ali lahko morda vključijo zunanje akterje. Po mojem mnenju, to je moja teorija, Ukrajinci skušajo vojno dobesedno prenesti, dobesedno tja. Kaj je bila posebna operacija v srcu Rusije, vsekakor v trenutku težav. Nabiulina, ki vodi banko in tako naprej, je bila v zadnjem času bolna. Pol bomo videli, če se vrne, če kaj naredi in tako naprej, ker je to trenutek, na katerega je treba pritisniti. To je naslednja zima. Za Ukrajince bi bilo problematično obvladovati napad na energetski sistem.
Torej, kot smo rekli na začetku, naj Rusi porabijo čim več svojih raket. Ker morajo odgovoriti, ker je v državi zahteva po ostrem odgovoru. In te? Zdaj se ti splača to narediti, saj nimajo ravno velike proizvodne raket, vsaj ne toliko, da bi se vrnili na raven 100 raket na vsaka 2 dni. Če jih porabijo zdaj za odgovor, ker morajo odgovoriti, jih bodo težko imeli dovolj. Za veliko zimsko ofenzivo je to vse ali nič. Na nek način, Recimo, če gledamo z tega vidika, bi to lahko imelo smisel. In imaš govoril. Si za trenutek govoril tudi o flamingih. Spomnil sem se, da, se boste spomnili, pred nekaj tedni je bil precej znan napad za flamingom na tovarno v Rusiji, kjer so se flamingi recimo spet vrnili v modo. Ja, ampak to so napadi na zelo osamljene cilje. Ja, to res počnejo in to je operacija. Veliko pove o teh izstrelkih. Videl sem na družbenih omrežjih in celo sam sem naredil temo prav o tem, o medijih, tudi v italijanskih časopisih, torej imajo prav ta medijski učinek. Tako zaradi imena, kot tudi zaradi tega, da so bili na neki točki barvni in zaradi tega, ker so v bistvu nagrade. Križarske rakete bi lahko, po mnenju Ukrajincev, mimogrede, proizvajali v zelo velikem številu, po njihovem mnenju. Ampak ti povem, Ker sem o tem raziskoval, sem vzel vse ukrajinske navedbe. Že septembra, oktobra lani so navajali proizvodno 100-120 raket na mesec. Naredite računico. Minilo je 9 mesecev in že bi morali izstreliti 1000, 1200, 1400 teh flamingov. Napade lahko prešteješ na prste 2 rok in še te so okrnjene. pred zadnjim, če ni bilo, sem videl, zelo zanimiva analiza, mimogrede, na neki ukrajinski spletni strani, kjer so bili zaradi tega res jezni. In vidite, poglejte, Torej, obstaja veliko kritik, ampak tudi jaz, tudi predsedniki so rekli, oprostite, rekli ste 100, 120 na mesec, že 80, če malo preračunamo, kje so, je isto. Problem od začetka vojne. Obe ministrci za obrambo sta začeli govoriti, da se strelijo 20 letal na dan, mogoče bo trajalo 1 mesec, kdo ve, na koncu verjamejo to. Potem minevajo meseci in človek se začne spraševati, kot tisti analitik, ampak tudi jaz sem šel, tako kot je šel tudi Mirko, kot lahko greste vsi. Pojdite pogledat, poiščite ravno tiste primere, ki so vedno oglaševani, seveda, napadov s flamingom. Poglejte, koliko flamingov je zadelo cilj, ker imajo mimogrede dobro eksplozivno polnjenje. Običajno skoraj takoj pridejo ven satelitske slike. Pride nekaj na dan, zdaj gremo v Španijo, tam jih je ducat, ampak morda sem celo preveč optimističen. Dukat flamingov, ki so zadeli tarčo 2030, za katere pravijo, da so bili prestreženi, in vsi ostali. Rusi prestrežejo 99,999% stotin flamingov, kar se mi ne zdi neka velika zmaga za Akron, ali pač bolj verjetno, preprosto ne uspejo ustvariti ekologije. Kaj pa ti? Potem, kar so mi povedali dobro obveščeni viri, so mi že takrat rekli, glej, to je velika propagandna potedavščina. Zavedli smo se, da so bili zelo zadaj, torej, da je bilo to pri Bočeju, niso šli nikamor. Na koncu je nastalo tako, da smo to naredili malo na hitro, da bi poskušali nekaj narediti. Pravzaprav nam je to dalo nove spodbude, nove ideje in tako naprej, da ustvarimo nekaj drugačnega. To drugačno pa je tisto, kar zdaj proizvajajo, testirajo in tako naprej. Ampak pravi, zdaj smo jih že naredili, je 50, 200 jih uporabljamo. No, seveda, ampak poleg tega je edina prednost tistega orožja. Ni tako, da samo po sebi nima smisla, po mojem mnenju. V smislu, kaj sploh je flamingo? Nasprotju s tem, kar mnogi mislijo o, recimo, tradicionalnih medijih, sem o tem prebral več in več. To ni napredno orožje, ultratehnološko. To je res zelo preprost izstrelek, narejen povsem improvizirano, velik, bolj ali manj počasen, podzvočen, narejen z motorji iz šolskih letal, ki jih kupujejo po vsej Evropi. Torej, vseeno genialna stvar, mislim, poceni, torej praktično KPK kot mesto, ja. Ne, mislim, to je v bistvu KH za revne. Vendar pazite, da ga ne prikazujete kot nekaj težko prestrezljivega in smrtonosnega. Edina prednost, ki jo ima, je doseg, ki se zdi dober, čeprav se konča. Nikoli ni prispel tja, kot pravijo, vseeno pa je eksplozivni naboj šel zelo daleč. In predvsem ne bi bila to enostavnost proizvodnje. Vendar pa, kot vidimo, zaenkrat te velike enostavnosti ne opažam. Potem mogoče čez 1 mesec jih bodo res izstrelili 100 na leto, 50 celo na mesec, nekaj takega, potem v redu, tudi če jih je lahko prestreči. vam, vsem ciljem, ki jih Rusi v krogu 1000 kilometrov od mene. Se igra kanal,
Ampak ko sem govoril z veliko, zelo dobro obveščenimi ljudmi, tudi v Ukrajini, so mi rekli, glej, to so tisti, ki smo jih proizvedli. Okoli tega delamo veliko pomp, zato ko naredimo izstrelitev, posnamejo mega video in tako naprej in tako naprej. V resnici pa proizvajamo nekaj povsem drugega. Tako da smo že Ko je šlo, sem rekel, poglejte, to je zgodba, beli in tako naprej, ampak je ena zmešnjava. Narejeno tam s tem, kar se je dalo narediti, je dalo dobre ideje. Ker zdaj ni več niti ruskih sposobnosti za upravljanje take vrste rakete. Ampak na koncu so balistične najboljša izbira, lažje jih je narediti. V Ukrajini je vseeno veliko znanja in izkušenj o proizvodnji balističnih raket. Prej je to povsem v njihovih zmožnostih. Mimogrede, glede na to, kar sem videl, balistična raketa, ki jo poskuša razviti Ukrajina. Skratka, v zadnjem času, kar mislim, da si imel v mislih, na kar ste se vsi sklicevali, je tisto, kar imenujejo Firepoint, mislim, da je FP7, torej prototip. V vsakem primeru je danes model znan pod to oznako, gre za isto podjetje, ki izdeluje tudi Flamingo, skratka vedno oni izdelujejo te nove rakete, ki mimogrede izdelujejo tudi tiste drone, ki smo jih prej videli. Delajo vse. To je poanta. Poskušajo razviti balistično orožje. Zdaj pa vam povem, do kakšnega zaključka sem prišel. Tako, potem preverite to malo. Seveda gre za prototip, zato ni lažje, ampak iz tega, kar sem videl, oni izhajajo iz tega. Oblika je v bistvu podobna prestreznikom S-300 in S-400. Imeli so ta primer. To so balistične rakete, ki niso ogromne in iz teh so jih poskušali spremeniti v balistična orožja, ki pa zadenejo cilje na tleh. V redu, kar ste verjetno že opazili, se to počne tudi z nekaterimi prestrezniki, prav za prestreznikom S-300. Torej ni ravno tako čudna ideja, to je nekaj, kar je že bila zamisel. Seveda pa želijo narediti učinkovito orožje, ne pa zgolj za silno uporabo, kot je uporaba S-300 za napade zemljo na zemljo FP9. Tega pa ne bi vedel in tukaj je treba povedati, To so ti tukaj, jih tudi poznaš. Strokovno znanje imaš doma, zato se upreš na nekaj znanega. Ti, ki jih vidimo, bi morali biti Flamingo kot na sliki, morda je spodaj dodal tudi FP, poglejmo, ja, če greš čez bingo. FP5 in potem je tu še FB, Tukaj je. Moral bi biti zelo podoben. Če pogledate, kako je prebral primer, ga primerjate s primerom prestreznikov S-300 in S-400. Seveda, to je ravno tisto, kar sem jaz zaključil. Pomen pa je, da je vse skupaj, skratka, ruska protiletalska in protiraketna obramba. Skratka, ni ravno lahko za nikogar sestreliti balistične izstrelke. Po eni strani je treba reči, da verjetno ne bodo razvili balističnega orožja, ki bi ga bilo tako težko prestreči. Naprimer, Iskanderji ima za sabo veliko daljši in dražji razvoj. To so skoraj balistična orožja, zato imajo nekoliko težje prestrezljivo trajektorijo. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Ima tudi vabe, zato je verjetno, da če bi jim uspelo, v smislu, če bi jih uspeli v bistvu spraviti v proizvodnjo, recimo v roku enega leta, naprimer, to bi že lahko bila ideja, niso tista orožja, torej super orožja, ki jih ni mogoče premagati, ki bodo zagotovo poskušali prodati. Tako. Zagotovo od 100 izstrelkov prestrežejo 90, vendar je 10 tistih, ki dosežejo cilj, bolj učinkovitih kot 10 dronov. Ampak ne samo to, ampak že 90 od 100, tudi to ni tako enostavno. Tudi izstreliti 100 je zelo težko, mimogrede, dovolj mi, tudi enostavni so res zelo težki. Evo. Preden preidem tudi na odgovarjanje na vaše vprašanje in tako naprej. VPN in potem Nord. No, to je tudi kar velika ideja. Rad bi, če lahko odgovoril na vprašanje, ki sem ga videl od Flavija, ki sprašuje, ali lahko prijazno razložite, zakaj so balistične rakete tako težko prestrezljive. Čisto na kratko, vzemimo tudi najbolj osnovno balistično raketo na svetu, ki bi lahko bila na primer prva, ki jo uspejo narediti Ukrajinci, ker bi bilo vseeno težko. Če običajna raketa, na primer Flamingo, križarska raketa, izstreljena iz Ukrajine proti Moskvi, mora preleteti celotno pot prav preko ruskega ozemlja. Med to potjo je ta izstrelek precej počasen. Ker imajo rakete, ki letijo recimo v atmosferi, križarske rakete precej večje omejitve hitrosti kot balistične, zato so veliko počasnejše.
In predvsem, če pomislite, ga je mogoče sestreliti ali prestreči, lahko ga poskušamo prestreči v več trenutkih te poti. Lahko ga ujamejo nad Kurskom, lahko kasneje proti Voronežu, lahko pride do Moskve in ga prestreže moskovska obramba. Balistični izstrelek pa, tudi najpreprostejši na svetu, izstreljen recimo iz Kijeva ali z ukrajinskih meja, ki ima doseg, da lahko doseže Moskvo. Večji del poti, pravzaprav skoraj celotno pot, opravi zunaj atmosfere oziroma veliko višje od dosega večine obrambe. Za primer iz zgodovine, rakete Skat, ki niso bile ravno tehnološki vrhunec, iraške rakete Skat, prvi Patriot sistemi, so imeli velike težave pri prestrezanju teh raket. Ja, o tem sem pravzaprav pisal, če koga zanima. Obstaja cela zgodba tudi o tem, kako je bila zaslišanje v ameriškem senatu. Tam so umrli tudi, koliko je bilo, 40-60 ameriških vojakov, ki so bili. Bila je vojašnica, ja, ki je bila zadeta. In to je eden od dejavnikov, drugi, veliko enostavnejši, skratka za predstavo, je hitrost. Torej, pravzaprav te strelki, tisti križarski, torej ne balistični, so v bistvu brezpilotna letala. No, recimo jim tako. Imajo motor, ki je običajno reaktivni, in zato je hitrost približno taka, tisti najhitrejši pa letijo z nadzvočno hitrostjo. V redu, ampak so že dražji, uporabljajo se le v posebnih primerih. Balistični pa so tudi zelo preprosti, kot na primer nemške rakete V2. Če pomislite, so to rakete, ko jih enkrat izstrelijo, več ali manj ne v navpični smeri, seveda, ampak po balistični poti. Ko enkrat zapustijo atmosfero, a pa pridejo zelo visoko, imajo na to prednost, da padejo izjemno hitro, ker jim pri tem pomaga tudi gravitacija. To pomeni, da jih je prestrezati povsem drugače kot pri tistih drugih orožjih. Torej, po mojem mnenju je to najlažji primer za razumevanje za nekoga, ki tega ne razume oziroma se na te stvari ne spozna. Predstavljajte si mene in Eduarda, tako si podajava žogo in sva drug proti drugemu. In si predstavljajte, da morate vi ujeti isto žogo, ampak on mi jo vrže v stran. Moraš imeti čas, da. Moraš začeti razumeti, kaj je. Poleg tega je tu še hitrost eksplozije, v smislu, ko ena raketa poskuša zadeti drugo, pride do eksplozije. Ta eksplozija ima svojo hitrost. Če ta raketa leti z Mach 12, je paradoksalno hitrejša od širjenja od same eksplozije. To je pravzaprav eden od razlogov za to. Ena od značilnosti protibalistične obrambe, ki je ni pri tistih drugih obrambah, ki smo jih prej videli, ki so bolj namenjene letalom, helikopterjem, dronom, tudi danes, torej te obrambe delujejo, kot je rekel Mirko. Zdaj, obrambna raketa, recimo prestreznik, skuša priti ob bok raketi, ki jo mora zadeti, eksplodirati ob pravem trenutku in jo zasuti z drobci. In če gre vse po sreči, tista raketa potem pade ali eksplodira. Skratka, dovolj je, da jim narediš nekaj škode. Pravzaprav imajo večje rakete te fragmentacijske učinke. Pravzaprav so prav za to zasnovani, kar jih mimogrede ne naredi učinkovitih za druge namene, ampak res samo za te. Zdaj, razumete, da je to izvedljivo, morda z letalom, ampak če moraš zadeti nekaj, kar ne pada navpično, ampak skoraj, in prihaja dol, pri Mach 5, Mach 6, Mach 12 prestreči nekaj na medcelinski razdalji, je še težje. Razumete, da res nimaš nič časa. Da torej časovno uskladiš eksplozijo, tako da bo bojna glava zadeta z drobci. Torej, da zaključim, to je značilnost mnogih orožij, ki so bila razvita kot protibalistična orožja, kot na primer Patriot, tisti, ki jih imamo danes. Tam prestreznik nima več eksploziva kot glavnega mehanizma za uničenje padajočega balističnega izstrelka. Ampak poskušajo se prav zaleteti van, torej poskušajo ugotoviti, kje pada. In gredo proti njemu z nasprotno hitrostjo, v bistvu se dvigujejo, medtem ko balistični izstrelek pada, in ga uničijo z kinetično energijo trka, ki je zelo velika, ker gredo izjemno hitro. Vendar ga greš do prestreč, recimo na najvišji točki njegove balistične poti, ki je najpočasnejši trenutek, preden začne pospeševati. Celo izraelski sistemi zmorejo izvesti eksotično prestrezanje, vendar na nek način. Ja, oprosti, ker sem te prekinil, ampak ne, ker v resnici je Patriot bolj namenjen delu recimo padanja. Medtem ko je tisti, ki si ga pravkar omenil, še boljši sistem. Recimo za prestrezanje balističnih, kjer gre za prestrezanje zunaj atmosfere, kar ne deluje pri vseh, ker nekateri balistični, tisti, ki grejo bližje, sploh ne zapustijo atmosfere. Torej, naprimer, proti izmenjavam. Imel sem prenose v živo z Lanzaro, kjer razlagava vse te stvari z grafikami, videi in podobno. Zato si oglejte te prenose, ker to niso stvari, ki bi jih bilo lahko razložiti. Še nekakšne animacije ali česa podobnega, zdaj sem na hitro našel eno. Približno tako.
Smisel je ta, ampak obstajajo tudi bolj zapletene stvari. Obstajajo tudi drsla vozila, kjer, ko enkrat skoraj prideš izven zemljine atmosfere, skoraj lebdiš, da izkoristiš to. In tam moraš izvajati prestrezanja zunaj atmosfere, kar uspeva izraelskim sistemom. In še to ne vedno. Ja, ne to. Ampak recimo, da Na splošno res obstaja double tap. Izstrelijo več raket, da bi poskušali prestreči eno, zaradi redundance. Ne jemlji za samoumevno, da bo prvi zadel cilj. Ni lahko. ja, morda bi si zaslužil svoj prenos v živo, v resnici mislim, da so že na kanalu. Jih je ogromno, vse je razloženo. Tudi jaz sem tukaj enkrat o tem govoril, če pobrskate nazaj, boste našli moj prenos v živo tukaj z Mirkom, ki sem ga naredil o protiraketni obrambi, ki pa ni bil v celoti posvečen temu. Ampak v veliki meri ja, ker smo govorili o Patriotih, tako v vojnah pred vojno v Ukrajini, kot tudi v vojni v Ukrajini. Torej, če vas zanima, jo zlahka najdete na kanalu Parabellum. Da odgovorim na vprašanje, ki ga potem izgubim. Neposredna vojna med Rusijo in Evropo ostaja še vedno malo verjeten scenarij. Absolutno, to je tisto ozko grlo. Spravi, Rusi tudi, če bi hoteli, niso v položaju, da bi lahko napadli nekatere evropske dobavitelje Ukrajine. Ker bi se odprl veliko bolj nevaren scenarij, kot pa korist, ki bi jo pridobili z napadom na te proizvodne centre. Torej, morda ideja Ukrajine ni, da bi uničila Rusijo ali kaj podobnega, tista velika končna zmaga. Ampak bolj kot to, je to nekakšen portal. V situaciji, kjer si videl, niti ti, niti jaz ne morava izstopati iz te zgodbe. Ker ti ne moreš napasti Evrope, jaz lahko napadam tebe in ti napadeš mene. Dogovorimo se. Ja, to bi lahko bila, je izhodna strategija. Ampak veš, preden Rusi pridejo do te ravni sprejemanja recimo te stvari, prvič, nihče ni rekel, da bodo to storili, to je velika stvar za prebaviti. Drugič, zelo verjetno prej. Odgovorim ti 1000-krat, vedno bolj ostro, ampak jaz to povem. Da je bombardiranje na Spini končano. Me obveščajo, evo. Mislim, da notranji dejavnik morale zelo veliko šteje. Ukrajinci že 4 leta prenašajo bombardiranje, zato so se tega že nekoliko navadili, v smislu, da huje od tega, kar se je zgodilo, ne more biti. Težko je za Ruse. Prvič začenjajo doživljati izkušnjo, kaj pomeni vojna v Ukrajini, ki postaja vojna v Rusiji. In govorimo o res zelo malo. To je nekaj dronov, nekaj eksplozij, nekaj težav z benzinom na Krimu in podobne stvari. To je še vedno skoraj nič v primerjavi s tem, kar se je zgodilo v Ukrajini. Predstavljajte si, če se ta zgodba še stopnjuje. Lahko deluje v obe smeri, lahko deluje na političnem področju, ker ljudje rečejo dovolj, minilo je 5 let in lahko postane samo še slabše. Lahko pa ima tudi učinek poenotenja okoli zastave. Lahko pride do napake ukrajinskega drona, ki morda res zadene šolo ali nekaj drugega, ali spomenik ali nekaj, kjer norost. Paradoksalno je tu tudi kontraproduktiven učinek, enak kot imajo Rusi, ko zadenejo cerkev ali civilni cilj ali deklice. V Ukrajini ima to učinek združevanja okoli zastave. Paradoksalno, ljudje zaradi jeze veliko hitreje premagajo strah, kot zaradi samega strahu. Če me prestrašiš, ker uničuješ energetske sisteme, ja, prestrašen sem, izmrzujem. Če točno na sredino postaviš nakupovalno središče, cerkev ali kaj podobnega, To vzbuja strah. izzove jezo. In jeza izbliše strah. In to so dejavniki, ki jih je treba upoštevati. Ja, mislim, najprej bi bilo dovolj, da pogledamo ta isti konflikt. Rekli smo, da je Ukrajina močno prizadeta vsa ta leta. Zagotovo z tega vidika ni delovalo za Ruse, torej ni bilo. V vsakem primeru to ni bila dobra stvar. Prebivalstvo, ki se upre in prisili vlado, da se preda, to je nekoliko utopija. Če pogledamo v sodobni zgodovini, je malo držav, ki so ubrale pot strateškega bombardiranja, katerega evolucija so danes raketni napadi. Mi je ravno najbolje delovalo, če želite slišati moje mnenje. V sodobni zgodovini se pogosto misli, da bo tako dosežena predaja, a velikokrat se zgodi ravno nasprotno, kot je povedal Mirko. Strateška bombardiranja proti AES, recimo Dresden, ali zažigalna bombardiranja Melorija, kar zadeva L, Britansko bombardiranje območij predvsem, a ne samo to. Ja, ni. Se pravi, počasi so zlomili industrijski sistem, ampak na koncu so se borili pred vrati Berlina in kmalu bi bila potrebna invazija na Japonsko.
Če hočemo reči, Začetni cilj, ki je bil recimo tudi uradno razglašen, je bil udariti po morali, v tem primeru nemškega prebivalstva. Torej doseči, da bi prebivalstvo reklo dovolj, ne bomo se več vojskovali, ubijmo Hitlerja in tako naprej. Ta stvar seveda ni imela nobenega uspeha, cena pa je bila ogromna izguba življenj, seveda. Paradoksalno pa so, ko so proti koncu vojne uporabljali ista orožja za napad na rafinerije, kasneje pa tudi na tovarne, dosegli že bolj opremljive učinke. Ampak no, morda niti tam niso bili res odločilni, če vprašate mene, no. Treba je povedati, če se vrnemo k aktualnim dogodkom, kaj bi lahko Ukrajinci dosegli s to kampanjo proti Rusiji. Torej, z enega vidika bi to lahko bil recimo stranski učinek, ki je recimo kontraproduktiven. Se pravi, prej ali slej, žal, upam, da se to ne bo zgodilo, ampak je povsem mogoče, da se bo, civilne žrtve, pokoli, rakete, ki padajo na stanovanjske stavbe. Že danes imamo civilne žrtve, pokole, rakete, ki padajo na stanovanjske stavbe. Že danes smo videli, oprostite, včeraj se je nekaj tistih dronov razbilo. govorimo o bombi. Tam to povem zaradi poštenosti, noče videti dvojnih meril. V smislu, da če ruska raketa, ki poskuša prestreči ukrajinski dron, pristane na ruski šoli, so krivi Ukrajinci. Tako kot so krivi Rusi, če Patriot, ki poskuša prestreči rusko raketo, zgreši. Torej brez dvojnih meril v tem smislu. Ja, Bilo je kot v primeru, spomnim se, da je bil leta 2023 napad, mislim, da je bilo tako, na cilj na Krimu, blizu Sevastopola, strani Ukrajincev z raketo Atacams, ki je bila v tistem primeru opremljena s kasetno bojno glavo. Rusi so prestregli tisti Atacams in bojna glava se je odprla ter deloma padla na plažo, polno dopustnikov. Zdaj je bilo veliko ranjenih in nekaj mrtvih, predvsem pa so se pojavili tudi res grozljivi posnetki. šlo je dobro, ker je bilo, in jaz se spomnim, Da so mnogi govorili, pravijo. Da so ga oni prestregli in je njihova krivda, ne? Mislim, ne v tem smislu. Najprej ni tako, da bi lahko nekdo izbiral, v redu, pustimo jih skozi, pustimo, da rakete grejo mimo, vse mogoče potem, kot da ne bi povzročile še več škode, kasneje recimo. Enako velja seveda za Ukrajino in to veliko pogosteje. Jasno je, da obstaja tudi odgovornost na eni strani, ki je primarna. Torej tisti, ki napada, ve, kje gredo njegovi strelki, ve, kaj je spodaj in ve, da je edini, ki je dolžan poskušati jih sestreliti. Potem pa to ne pomeni, da je tisti, ki se brani, torej da je upravičen delovati nepremišljeno, v smislu, da je sovražnik dolžan. Jasno je, če je vse dobro načrtovano, se skuša izogniti sestreljevanju dronov pred stanovanjskimi stavbami. Na nekoliko bolj nenaseljenem območju, če je mogoče, če morda ni kritičnega cilja, ki bi ga bilo treba braniti. Ampak to po mojem mnenju ne odvzema krivde drugemu. treba je tudi povedati, da položaji, ki jih oni zauzemajo po mestu, skoraj iščejo takšne stvari. Ker če je pancer na civilni stavbi, so teoretično žrtve napada na ta pancer. Ja, Z vidika je tudi recimo, z vidika zakonitosti vojne, verjetno da. Ampak treba je povedati, da vsaj do danes Dokler Starlink ne bo popolnoma ali delno odobren. En del. Za Ukrajince je precej nemogoče izvajati natančne napade, torej napadati tam, kjer gredo droni, vsaj tako je. Lahko bi poskusili zadeti, če so res stacionarni, tako da izstrelijo množico svojih raket, ampak za Ukrajince je zelo težko izvajati natančne napade proti tem sistemom. Težko je, da bi jim uspelo neposredno zadeti pancerje na stavbah, kot to počnejo na okupiranih ozemljih, kjer pogosto vidimo, da so pancerji zadeti. Po drugi strani pa bi to recimo naredilo iz tega vojaški cilj. Morda del stavbe, streha stavbe, kjer je pancer. Vendar je treba vedno povedati, da tudi v tem primeru velja načelo, da je odgovornost deljena. Ne vem, kako bi bilo mogoče upravičiti napad, naprimer na streho stavbe, kjer je pancer. Vendar je vedno treba povedati, da tudi v tem primeru velja načelo sorazmernosti. Torej, ne vem, kako bi bilo mogoče upravičiti napad, naprimer spodaj. Seveda je odgovornost primarna, napad je. In morda to storiti z enim orožjem, s 3, 4 balističnimi orožji, da si prepričan, da je sovražnik prisiljen. in podreš pol stavbe, ampak morda en izstrelek vseeno pride skozi. To je igra, ki jo na Bližnjem vzhodu pogosto igrajo, kaj ne? Tam je 5 kg. In ena K-47. V bolnišnici vržemo zadevico v bolnišnico. Seveda upam, da se ne bo zgodilo nič takega, kot se pogosto dogaja na Bližnjem vzhodu. Ampak to so vse stvari, ki jih je treba takoj predvideti. Se pravi, jaz govorim seveda, Dajmo si že vnaprej povedati, Eduardo. Povejmo recimo takoj. Če se to zgodi, bodo obravnavane popolnoma po enakih ameriških standardih. Pridem, v redu. ampak jaz sem pogosto pravzaprav obtožen, da jih morda obravnavam preveč po enakih standardih. Seveda jih bom še naprej obravnaval po enakih standardih, tako je. In mimogrede, ko govorimo o balistični grožnji,
zadnji komentar, ki sem ga želel dodati, je, da je razlika prav v tem, kar je pomembno, po mojem mnenju, in to si omenil, torej v eksplozivni bojni glavi. Torej, droni danes, tudi ko se prebijajo, da bi povzročili resnično škodo pomembnim armirano-betonskim strukturam, ni naključje, da vedno napadajo rafinerije, ker so rafinerije prava nočna mora za obrambo. Ogromna površina, zelo enostavno je poškodovati katerokoli cev, je kot smetana, narejena iz verige. Tako mislimo vsem. Dovolj je, da se en del uname, potem se razširi na ostalo, zato so lahke tarče. Točno tako, mreže ne delujejo, ne slepimo se, ne naredijo ničesar. Kako naj jih pokriješ z mrežami? So že poskusili. Druga stvar je, če poskusiš, Udariti okoli različnih skladišč in tako naprej ne deluje. da mreže so poleg tega vidne tudi pri napadih, kot je bil napad na rafinerijo pred 2 dnevoma. V enem primeru, niso naredili veliko, je samo en primer, kjer se vidi dron, to je v virih, lahko najdete v videih, skratka napadov. En dron, ki zadene mrežo in jo uspe razstreliti, to mrežo, tisti dron, vendar potem žareči deli drona vseeno padejo dol in vseeno povzročijo eksplozijo tistega, kar je spodaj. Torej, to ni ravno nekaj velikega. Vidite, dron eksplodira, prvi morda sploh ne uspe preprečiti, da bi eksplodiral. Ta drugi eksplodira, vendar deli, ki padejo, kot vidite, vseeno povzročijo požar na območju spodaj. Torej, ni velik uspeh. Evo. In vendar, in s tem zaključujem to temo, te iste orožja, te isti droni je zelo redko videti, da uspešno napadejo industrijske obrate. Ker so industrijski obrati pogosto zgradbe iz armiranega betona. Zelo obsežni, težko jih je resno poškodovati, jih zažgati in jih je težko zadeti, tako da bi z nekaj udarci prekinili proizvodnjo. Medtem ko bi bilo, če bi šlo za rakete ali balistično orožje, na primer, že nekoliko drugače. Tukaj, to se dobro vidi, upočasnil sem na 0,25, ne? Vidi se, da ne zadene strukture, ampak eksplodira na mreži. Ampak vseeno, žareči deli, tudi zato, ker lahko uporabiš tudi termit, na primer, ki je žareč. Lahko je dobra metoda za nadaljevanje ustvarjanja, recimo žarečih delcev in tako naprej. In ostalo se razširi, torej mreže nimajo. Potem mreža, treba je tudi videti, kako je narejen dron. Obstajajo tiste, ki delujejo na udarec, obstajajo tiste, ki imajo lahko eksplozijo, raztegnjeno skozi čas, tako da lahko že sama hitrost in teža drona prerežeta mrežo ali jo odneseta s seboj, dron pa kasneje eksplodira. To je nekoliko improvizirana metoda, recimo, ne bi se zanašal skratka na ta obrambni sistem. Videli smo to tudi v logističnih tunelih že od časov Bahmuta, Avdijevke in tako naprej. Na koncu so naredili drone, tiste z termitom in tako naprej, drakarje, to je neka vrsta napalma in zato so se mreže dobesedno zažgale. Niso bili posebej uspešni, torej bilo je kratko obdobje, ko sta oba zadnja dejavnika, preden zaključimo prenos v živo, kar se mi zdi ključno, to sem že povedal pri sebi, ampak po mojem mnenju ponavljanje koristi. Te tehnologije ni posebej težko ponoviti. Velika nevarnost, na katero želimo opozoriti, je, da to, kar počnejo Ukrajinci z rusko logistiko v koridorju Zaporožje, se lahko v 3, največ 6 mesecih ponovi. Je nekaj, kar bi lahko Rusi prav tako ponovili. In to že deloma počnejo. Tudi zdaj je cesta proti Kramatu pod napadom. Recimo, Rusi so imeli velik primanjkljaj pri dronih, tistih velikih, pri velikih kvadrokopterjih, ki niso uporabni samo za napade, ampak tudi za namestitev sprejemnikov, ki povečujejo doseg drugih. Dohitevajo. Ampak sami, ne pravim jaz, ampak sami vojaki in blogerji, tudi na ruski televiziji, če pogledate, različni komentatorji, Rusi pravijo, da so jih Ukrajinci v tem določenem obdobju dejansko presegli, tako po količini, kot tudi na fronti. Tudi sami Rusi ocenjujejo, da je vsaj 10 do 12 dronov na vsakega ruskega vojaka, ki hodi naokoli. Da je vse to precej ponovljivo, ni to neka neverjetna tehnologija in podobno. Zato se sprašujem, kakšen bi lahko bil učinek. Potem je seveda v tej vojni vedno tako, da te drugi dohiti, ti izumiš nekaj novega, potem pa greš naprej. Vendar pa ne smemo podcenjevati dejstva, da imajo časovni okviri, recimo koliko prednosti imaš, malo kot mlečni izdelki, rok trajanja. Torej ta prednost, ki si jo ustvaril, ima svoj rok.
No, preden odgovorim na vprašanje, sem v resnici opazil eno stvar, Mirko, in sicer, da se v teh dneh na tistem logističnem koridorju, ki ga napadajo Ukrajinci, začenjajo pojavljati številne tiste, recimo, ekipe. Vozila v slogu Mad Maxa zdaj opremljena s protiletalskimi topovi mitraljezi, ki očitno vseeno nekaj naredijo. Saj sem bral ukrajinske kanale, ki pravijo, da je zdaj že nekoliko bolj zapleteno, zdaj delajo konvoje za zaščito, res kot v Mad Maxu, ker gre tudi za prevoz goriva. Če pomislite, je resničnost res dosegla fikcijo? Jaz sem pa videl Ukrajince, ki z puško izstrelijo dron, imajo neko majhno rampo, ustrelijo, dron pa sam prestreže drugi dron, drončki droni. Na koncu je rešitev ena najboljša stvar. In prej smo rekli, ne, samo za popolnost, ker hočem reči, ne, ti cenzuriraš stvari, ne, stvari. Govorimo o možnih škodah in učinkih, ki jih lahko povzročijo in so jih že povzročili na eni in drugi strani. Prav zato, ker je med tem napadom en dron priletel v stavbo. Ja, to je, ja. Tukaj je eden od primerov, ja. Če se ne motim, jih je vsaj 2 ali 3. Ampak mimogrede, v resnici, moram biti iskren, vsaj 2 od primerov, ki sem jih videl, se zdita posledica napake. Vidite, da zelo visoko zadene stavbo. In tisti, ki smo ga pravkar pokazali, je letel tako nizko in tik ob stavbah, da je izkoristil recimo tudi silhueto zgradb, da ga je tukaj zadel. V drugem primeru so zadeli žerjav na gradbišču, tudi tam lahko pomislimo na gradbišča, ki se seveda spreminjajo. Tako da so zahtevna, res je, ta video sem videl, ampak vsi so govorili, ne, tam se sploh ne premakne, ostane pokončen. Glede tega iskreno nisem raziskoval. Vidim, da so mnogi nasprotovali in rekli, poglejte, to je malo čudno, ker je udarec in se vseeno ne premakne niti za milimeter. No, tako da ne vem, če je bilo res. Skratka, kava, morda bi to imelo tudi nek smisel. In vse to, seveda, kot smo rekli, odgovornost vedno ostaja na tistem, ki jih izstreli, vendar pa, skratka, v nekaterih primerih lahko domnevamo, da se to v vojni naredi namenoma, v tem primeru pa bi rekel, da ni tako. In da odgovorim na vprašanje, Kako se to naredi, preden jo prebereš, ker so tudi taki, ki nas poslušajo samo v podcastu. torej, kako se zaščiti? Pancer, mislim, gre za protiraketni protidron sistem, zakaj torej ne prestreže? Ali zmanjka streliva, je preobremenjen, ali pa je prestrezno sredstvo nezanesljivo. Torej, rekel bi ti, da je danes najboljši način za poskus uničenja panzerjev tisti, ki ga uporabljajo Ukrajinci v koridorju za evtemijo. To pomeni, da uporabljajo majhne in okretne drone, predvsem pa jih vodijo v realnem času, pogosto prek Starlinka. Kaj to pomeni? To so droni, ki letijo zelo nizko in zelo počasi, ter se iz vidika panzerja premikajo zelo nepredvidljivo. Torej, tehnično gledano jih lahko panzer sestrelijo. In pogosto jih tudi sestrelijo, ni rečeno, da jih ne bi. Težava je v tem, da letijo tako nizko, da se pogosto skrivajo za drevesi, za stavbami, za hribi ali celo tik pod obzorjem. Po nekaj 10 kilometrih. Ker če pancer ni na teh stolpih, pancer sploh ni tako visok, zato ima potem težavo z napačnim obzorjem. Torej jih vidi šele v zadnjem trenutku, v bistvu. Ne samo to, ko se približajo, to, kar vidite, mimogrede ta veliki mit, ki sem ga pravkar dodal, ker je popoln, odlična režija, to, kar vidite, je prikaz območja prestrezanja sistema Panzer. Vzel sem jo mimogrede iz ruskega priročnika, sicer pa, če se ne motim, je bila povezana z izvozom orožja. Skratka, gre za dokaj zanesljiv vir. Takrat, kot vidite, je bil tipična tarča, ne, ko se je pojavil Panzer, lovec F-16, vendar vam že daje vedeti in potem se vrne na vprašanje, vseeno pa vam pomaga razumeti. Ne vem, ali je to F-16 ali Hornet. Jaz mislim, da je F-16, ne, ja, piše, je še drugi. Če niso zamenjali lovca zgoraj in spodaj, potem mi F-16. V tem primeru, vidite, ena glavnih težav, zaradi katere so sistemi Panzer tudi uničljivi, je prav doseg. Panzer je sistem kratkega dosega, zato če je na tem grafu Panzer postavljen tam, kjer je ničla na sredini, ga gledamo od zgoraj. V tem primeru je Panzer v teoriji postavljen proti tarčam, ki prihajajo v tem primeru z desne, letijo z desne proti levi, z dokaj počasno hitrostjo. Če vzamete svetlo-zeleno, jih lahko poskušajo sestreliti v tem dosegu in to so kilometri. Torej vidite, da niso tako velike razdalje. To je 18 km, 20 km, 12 km, torej je že to problem. To pomeni, da Panzer nima toliko časa za. Če je 20 km od linije, to že pomeni, da je v dosegu vseh dronov, ki letijo naokoli. Poleg tega pristop drona, odvisno od kota, zmanjšuje zmogljivosti. Ja, radarji niso vedno enaki v vseh 360 stopinjah.
Odvisno, ker če bi bil ravno F-16 tisti, ki bi vstopil v ta stožec, v ta radij, je zelo verjetno, da bi Panzer zmagal. Prav to je njegovo delo. F-16, takoj ko vstopi, ga je radar že zaznal, že malo prej, in ko vstopi v ta doseg, ima Panzerjev izstrelek recimo doseg, ga izstreli in ima odlične možnosti, da ga sestrelijo. In skoraj zagotovo z 2 izstrelkoma, razen če F-16 potem tudi sam ne začne bežati navzdol in tako naprej in tako naprej. Ampak, če se vrnemo na vprašanje, kako bomo uničili pancer, če namesto tega uporabimo majhen dron, ki ga upravljamo, FPV, v bistvu z zelo dolgim dosegom za FPV, ampak je še vedno dron, ki ga upravljamo z joystickom. Tukaj se lahko približaš pancerju tako, da se skrivaš za drevesi, letiš čim nižje in predvsem letiš počasi ter ne naravnost proti pancerju. Zakaj je to pomembno? Zato, ker radarji, ki jih uporablja Panzer, tako kot mnogi drugi sistemi proti majhnim grožnjam, kot so droni in rakete, njihov glavni način, da jih zaznajo in odkrijejo, je razlika v hitrosti. Torej, če ti prihajajo naproti z določeno hitrostjo ali se oddaljujejo z določeno hitrostjo. Zakaj? Ker bi jih sicer zlahka zamenjali z ozadjem, z drevesi, stavbami in tako naprej. Torej, proti ciljem na nizki višini, še posebej z droni, je pomembno, da se te cilji, da bi jih bilo lažje zaznati in napasti, približujejo z določeno hitrostjo ali se oddaljujejo z določeno hitrostjo. Ti sistemi, kot smo rekli, so bili ustvarjeni za boj proti lovcem, ki letijo zelo hitro, prav tako tudi rakete, ki letijo zelo hitro, medtem ko dron, ki leti 100-120 na uro, ali celo FPV, ki lahko gre tudi na 40, ki leti med drevesi. Tako je, razumeti je zelo preprosto, ker ko mislite, ni nemogoče, radarist lahko odstrani ta filter za hitrost. Lahko, ampak potem postane problem, kako ločiš točko, kjer je dron, od listja v ozadju, dreves, ptic, ki letijo mimo, vsega, kar je bolj ali manj statično. Ker če odstraniš filter za hitrost, imaš v bistvu radarsko sliko vsega, kar je pred tabo. In ne moreš več ugotoviti, kje je. Skratka, če hočeš, da ti razložim, je to problem. Pravzaprav imajo zelo pogosto, na primer v pancerju, tudi kamere in uporabljajo to, da poskušajo premagati te grožnje, ki pa so manj učinkovite, torej infrardeče kamere. In tako naprej. Tako zaključujem. S tem še zaključujem, samo da odgovorim na vprašanje. Torej, najboljši sistem danes je tisti, čeprav ne seže zelo daleč za linije, tisti recimo sekundarni sistem. To so lahko še vedno protiradarski izstrelki, ki se uporabljajo, to so izstrelki, ki jih izstrelijo letala. Grejo zelo daleč, sami se usmerjajo proti obrambi, naprimer sistemi Panzer, ki imajo radarje, vendar je Panzer v tem primeru veliko lažje sestreliti. Ali pa izklopijo radar in se premaknejo. Torej, pogosto učinek ta, da jih prisiliš, da izklopijo radar, in to je to. Smo že govorili o besedah Zelenskega, ne, ampak to bomo komentirali prav na koncu. Ne vem, če si videl, Zelenski je komentiral besede Lukašenka. Kaj je naredil? Pred nekaj dnevi je posnel video, kjer se je opravičil, če je užalil Zelenskega in rekel, da če... Bilo je bolj kot govor, kot da bi rekel, mi v to zgodbo nočemo posegati. V smislu, da če bi se fronta razširila na Belorusijo, se oni ne bi mogli braniti. In danes, če se prav spomnim, ker sem to videl tik preden se začel prenos v živo, recimo, da sem bil bolj osredotočen na naše stvari, Zelenski je rekel, bolj ali manj, da imajo, poleg tega, da je znano, da že imajo seznam tarč, da bi bilo bolje, da odstranijo tisto, kar imajo na meji in tako naprej, če nočejo, da jih zadenejo. Torej, Lukašenko, gre za širšo temo, Lukašenko se je poskušal izogniti temu, da bi ga potegnili v vojno, ker je na koncu nekakšen Mussolini, ujetnik SS, v smislu, da ima že Ruse v državi, če naredi kaj drznega, naprimer, da bi svojo državo potegnil v vojno, bi že skoraj imeli revolucijo, skoraj doma. Predstavljajte si, kaj bi se lahko zgodilo. Ve, da ni v položaju, da bi sodeloval, ni pa tudi v položaju, da bi Rusom rekel ne. Ali pa ga primejo mimogrede, tisti, ki ga varujejo, so nekateri bivši Wagnerjevci, ga primejo in Belorusija postane Rusija. Torej, po mojem mnenju ima on najboljšo in najbolj smiselno strategijo. Poskuša preprečiti, da bi v njegovi državi prišlo do revolucije, da se ne pusti potegniti v vojno z Rusijo, da ne razjezi Ukrajincev, da ne razjezi Rusov, želi preživeti Zelenskega in Putina. In verjetno se bo, ko se bo vojna končala, umaknil z lepo količino plena in zapustil tudi svojo državo. To je nekaj, kar je že večkrat izjavil, da bi rad imel recimo miren prehod. Paradoksalno je, da je v tem trenutku obstoj Lukašenka tudi razlog, zakaj Belorusija sploh ni popolnoma absorbirana v Rusijo.
torej je v tem trenutku tudi koristen. Če njega ne bi bilo, bi jo takoj priključili. Torej ja, ne vem, če je to strategija nekaterih rib, ki se delajo mrtve na nek način, ampak ni zavidanja vredna situacija, ta, v kateri je Lukašenko. Absolutno. In po mojem mnenju bo ta prebrisanec preživel tako Zelenskega kot Putina. Jaz imam vseeno nek pogled teh let vojne, pravzaprav delovanja Lukašenka, ki je zagotovo v res zelo neprijetni situaciji, ampak tudi z vidika njegove države, tudi za tiste, ki tam živijo, zagotovo. In po mojem mnenju je bil do danes zelo spreten, v smislu, da mu je uspelo, saj nima ravno veliko manevrskega prostora Lukašenko, ko gre za odločitve zunaj svoje države, pa tudi znotraj nje. Ampak če pogledamo vpletenost Belorusije v to vojno in predvsem razvoj te vpletenosti, je po mojem mnenju, če mi dovolite izraz, opravil kar dobro delo. Seveda nisem zadovoljen, da rakete letijo iz Belorusije in podobno, ampak z vidika preprečevanja še hujše eskalacije je to kar dobro delovalo. Spomnimo se, da je na začetku vojne zelo pomemben del ruske invazije začel iz Belorusije, tisti proti Kijevu. In je bil telefonski klic Lukašenka Zelenskemu, kjer mu je rekel, glej, če nas želite napasti, kar izvolite. In Zelenski mu je odgovoril, čemu bi to služilo. Torej si je že takrat vnaprej zavaroval hrbet. Ja, takrat je imel tudi Zelenski seveda veliko večji strah kot danes pred morebitnim posegom, torej popolnim vstopom Belorusije. Ampak tudi tam je imel Lukašenko vse prednosti, da bi rekel, veš kaj, morda Rusi zdaj zmagujejo, ampak ali res gremo vsi skupaj z njimi, uporabimo svojo vojsko. Tudi v tem primeru Belorusija ni poslala svojih enot. Tudi po neuspehu ukrajinske ofenzive. In vseeno bi povzročil nekaj težav, ker če pogledate položaj Belorusije, tudi z malo sredstvi, že samo to, da bi še naprej v naslednjih letih omogočali Rusom uporabo svojega ozemlja kot na začetku vojne, kar pa ni nujno, da bi si Rusi sploh želeli. Dali so jim strelivo in podobno, ni ostalo veliko, bili so precej izropani. Mimogrede, za določen čas po začetnem obdobju, povem zelo na hitro, ker je to zelo zanimivo, torej sprva so jim dali na voljo svoje ozemlje za invazijo, potem je sledil umik in Rusi so uporabljali tako ozemlje za izstreljevanje Iskandarjev, kot tudi zračni prostor za izstreljevanje raket iz Belorusije. Kasneje pa, po približno enem letu, niso več uporabljali, razen v redkih primerih, ozemlja Belorusije za izstreljevanje raket, ampak so le občasno preletavali to območje. In to je že, recimo, korak k deeskalaciji. Nato pa so prišli do točke, ko so le redko, v bistvu del ruskih napadov, kot kaže, prečkali obmejne regije Belorusije, ampak res, skratka, so prečkali le nekaj majhnih delov. Do danes pa morda smo priča, skratka, ponovni stopnjevanju napetosti na nek način, ker se zdi, da so Belorusi v resnici prisiljeni pomagati nekoliko bolj, predvsem s tem, da omogočajo uporabo svojega ozemlja za nekatere napade. Morda nekoliko bolj kot prej. In, kot pravi Zelenski, pravzaprav pomagati morda pri vodenju. Pomislite na repetitorje za upravljanje ruskih dronov in vse drugo vzdolž meje. Vendar pa to vseeno ni neposredno sodelovanje v vojni, kot bi si morda želeli nekateri Rusi. Torej, po mojem mnenju, ne vem, kako bo od jutri naprej, ampak do danes ni bilo. Ampak po mojem mnenju je bila strategija Lukašenka najboljša. Ja, bo Zelenski preživel Putina. Mislim, lahko si misliš, kar hočeš o Lukašenku, ampak po mojem mnenju ni neumen. Nekdo, ki še vedno, je kot mnogi, res. V teh dneh, recimo, v teh groznih dneh. Zna to obvladati. Mimogrede, da zaključimo, ker smo govorili o slavnem koridorju, je Moja Mulina pravkar objavila kompilacijo, lahko si jo ogledate, ker ni dokazov, o škodi. To je 500 poškodb, kot vidite. To so avtocisterne, lahko jih ustavite in si jih ogledate eno za drugo praktično. V 48 dneh 500 tarč v koridorju, ja, to mi je v redu. To ni malo, to ni majhna stvar. To ni malo. Prilagam povezavo, kjer lahko ustavite vsakega posebej. Naredite temu. Na neki točki se bojo tudi tukaj pojavile prve pravilne ceste, je mogoče... Tukaj ne, tukaj tega ne moš narediti. Prevelike so in vozila, ki morajo tukaj mimo, kot vidiš, so prevelika. Tukaj tega ne moš narediti. Poleg tega jim tudi podaljša pot. Ona jim tudi podaljša, tudi oni jim podaljšajo pot. Ker še naprej tukaj napadajo mostove. Torej, bodo Rusi kmalu želeli narediti še širši obvoz, torej še daljši. Morajo še dlje ostati na cesti. To ni ločen pogovor od tega,
kaj se dogaja v Moskvi. Ker če Rusi branijo Moskvo, potem ne bodo branili tega koridorja. Bojim se, da želijo Ukrajinci narediti nekaj tudi na ofenzivni ravni na koridorju Zaporižja-Kamjansk, in če jim uspe dovolj oslabiti rusko logistično stanje v tem območju. Bojim se, da imajo takšne ambicije, po mojem mnenju preuranjene, ker 48 dni in 500 uničenih vozil ni dovolj. Treba pa je povedati tudi to, kar smo že omenili, in sicer, imaš to prednost zdaj, ni pa nujno, da jo boš imel tudi čez 6 mesecev. Iskreno se zahvaljujem Eduardu Fontani, najlepša hvala. Hvala, ker ste nas spremljali, vire najdete v opisu, obiščite Eduardov Substack, ki ga najdete v opisu, če želite prebrati celoten del o Panzi. Mislim, da smo situacijo opisali pošteno, z dobrimi in slabimi stranmi na obeh straneh. Osebno mislim, da bodo nadaljevali z zaostrovanjem, ker Rusi niso v položaju, da bi sprejeli, da je Moskva napadena. Ukrajinci pa so vajeni biti napadeni. Zato kaj nam prinaša prihodnost? Nimam kristalne krogle, da bi jo dal v obesek Mauricija Moske. Lahko samo poskušamo potrditi, kaj se dogaja, uporabiti malo racionalnosti in tudi iracionalnosti, ker ne smemo jemati za samoumevno, da so vsi akterji v igri racionalni. Hvala vsem in lahko noč, se vidimo med tednom. Lep pozdrav vsem.